No, evo, prvi gost, Jure Jurca. Dober večer, Zdaj dober pa dan, dalje. kakorkoli že. Verjamem, Probal sem v prejšnji petek. Ne? Sem enemu prijatelju rekel, da naj pride, pa da bo probala, pa to, ker njega sem tudi mislil imeti pol. Ne? In je v petek prišel, sem probal, ker menila sva se pa pol za vikend, da bo imela podcast. Kao. No, ja, poj pa so probala vse v redu. Se je razgovoril, ker sam satan, ker veliko govori. Pa ker je bilo pa treba pridati, ne, tako kao v soboto, ne, sem rekel, kdaj imaš saj, kdaj prideš. Ti pizda, danes bolj ne dela, ne, sem rekel, prav se ni problem, pa v nedelo, ne. V soboto zvečer mu napišem, ti kdaj pol jutr, ne. Ja, pizda, pa ne vem, pa to veš, in se je izmikal, ne, in se je izmaknil, ne. menstrualne težave. In se je izmaknil, ja, tremo ima, A tremo? tremo. Tudi jaz bi jo rad včasih imel. Zakaj? Zaradi tega, ker včasih, ko si imel tremo, je bilo tako, malo si se tresel, ful je bilo fajn. Zdaj pa v bistvu ne občutim tega več toliko. Sam in se zdi pa lih to kul. A da je trema ali da ni trema? Da ji ni. A ja, da je ni. Ja, ko priješ do tega, je lušten. Da jo mal je, ja, sam zdaj, ne vem, valjda nimaš treme, ki greš špilat v en lokal, ne, če pa, ne vem, zdaj recimo jutri šel pred polne križanke igrat, bi pa mačken imel, ne. Ja, veš kako je, ne? Ampak, Imaš dve varianti. ja, Ti trema, ko se postaviš na oder prvič, ko nisi siguren v svoje početje. Ne? ja, In recimo, če bi šel jaz jutri v križanke, jaz v križankah še nikoli nisem igral. Ne? ja, itak. No, tudi nobenemu drugemu to ve. No, ja, no, se li za to mislil, ne, Ja, ker pač pol bi 2000 verjetno folka. občutil tremo, ampak zgolj Ja. zaradi tega, ker ne bi bil siguren v tem, to, kaj bom naredil. a Ne? Ja, Zdaj pa, če ti mene daš na oder, ki je, ne vem, pač toliko metrov krat toliko metrov, ki sem ga vajen, ja, vsak to pa je, no, vikend, to je pa ne, domače, je ne. pa pač sam adrenalin čutim. Ne? A veš, kaj sem te mislil vprašati, ker sem gruntal Kar vprašaj, zdaj ne bi bil ta prav cajt. v kitarah. Mm? A veš, bil je obdobje, ne, in srednja šola, faks pa to, ker smo bili več ali manj dobro, vsaj jaz pa ti na Ibanejske vsekana. Ja, Ne? recimo. Ne? Zdaj pa sem porajtal, da pa Vagabunda, ne, je Ja. pa bolj klasika v igri, ne, bolj, Klasika. ja, Stratocaster, Aha, klasične kitare. Les Paul, ne, ja, Ja. kaj imaš zdaj? Jaz sem si lansko leto kupil Gretsch Black Falcon. A je mirno? Mirno. Kar čisto mirno. pretegnil. Pretegnil sem. Dobro, sam Gledal sem, za ja, cel a- življenje kitara. No, a povem zgodbico. Daj, Jaz pa moj glasbeni kolega Matevž Pavčnik. Pavčnik, ja, so Vagabund, sva rekla, kaj pa če bi mi dva album posnela, ne? Mhm. Pa itak sva se en drugemu začela reči, ti spretegnena, ne, ki imava pa denar. A sta bila pjana? Ne, nisva bila pjana. Okej. Vse mi dva več ali manj vse tako relativno trezno rešujemo, razen ko pišejo komade, se ga včasih mačkam. No. Ja, Ja, resnici na ljubo Ja, pa no, saj kaj. te sprosti, ne. valjda. No in sva rekla, ja, kam boš šla pa snemati? Ja, Govec je ful dober, ja, pa je ful drag, ma ti spretegnen, je rekel. Okay. Govac je kdo, ker jaz ne poznam. Matej Govec je en posrečen možakar, ma ni ne Kaj, posrečen, tako- poseben je, no. Producent. Producent, ja, on dela live za Laibach. A da nekaj? Ja, ja. Pa je bad boy. Ja, je kar možakar Oho. na mestu. No in v tem posmehu, ja, pa vinilke bova naredila, pa ti pa res. Ja, v glavnem je to ha. In pa se še jaz tuhto, veš kaj, glede na to, da imamo akustične kitare, ne. Ja. Za mene zmeraj bolj zanima to, te hollow body in pa to, a ne. Zaradi tega, ker ta brunt ven dobiš, ne, ampak ni akustična kitara, ampak nekje Ja, vmes ja. se sreča, ne. Mhm. No, in jaz začnem gledati in valjda v tem posmehu, kje bo pa denar dobila. To so kitare, ki so vsaj une top, ne, tam 4000 evrov. Ne. Ja, No, in meni se nasmehne ena lepa priložnost enega posla, oziroma dobil sem eno službo. In sem delal čez praznike, lansko leto, vse gladko, čez nov let, vse delal od, mislim, da 22. decembra do 21. marca. Mislim, da sem bil en dan fraj. res je, kaj. No, v glavnem, tisti čas, tudi nisem imel časa zapravljati denarja. ne. To je v redu. To je zmeraj Se dobro. nabere, ne? No, in se mi je nabral, in jaz sem rekel, lej,
grečke so mi zelo všeč, to že od pamti ve, kaj so grečke Ja, kitare. itak, brutalne so. Ena je lepša kot druga. Če bi mi en rekel 5 let nazaj, da ti boš pa grečko kupil, bi se mu smejal bi se mu v glavo. Zaradi tega si Iban nekaj prej omenil. Ja, itak. Ja. Danes mi je pa to nekaj najlepšega, pa recimo tukaj vidim enega skvarca na tvoji steni. To je tudi pač to, kar je zgodovine. To sem dobil za rojsten dan. Ja, lep driv, ne. Ful lep, ful lep. No, in pač, jaz sem videl, zdaj, če jaz ne bom kupil kitare, bom pač denar zagonil in denarja ne bo. Nikoli več ga ne bo. Ne? Ja, lej, baba bomo otečna, kaj čmo, sej takih imamo rad, ne. Ampak na koncu bom imel kitaro, jaz bom denar že naredil, ne? Če me razumeš. Ne? Točno štekam. No, in jaz gledam kitare in je bila ena cenena varianta Electromatic. Ja, poznam. Ja, in je bila samo oranžna in mi je bila tako dej ne, no, oranžne pa sej bi uno, ki jo ima Secer, ne, Brian Secer ima tudi eno tako oranžno, je taka fukiš, ampak je mačken drugačen ton, pa mačken bolj dodelan, ampak ta je pa res tako mi je bila, ma čip mi je zgledala, pismo, ampak takoj sem se pa zaljubil v Falcona, ne, White Falcona. Ampak veš, kaj me je mene motil pri tej kitari? Koga? Cela kitara je bela, Ja? kubilce tam, ki se strune upnejo gor, je bil pa Arial. Rjav. Mene je to toliko motil, da te je odbil. Ja, me je odbil. Sicer čudovita kitara, pa to, da je double cutaway, to mi tudi ni bilo nikoli všeč. Ja. Čeprav dost folk to dobro, hudo, ne. Meni je pa ni, odvisno. Ja, Odvisen. no, v glavnem, evo, Black Falcon. Wow, ta kitara je pa lepa. In tako najdem eno omejeno serijo, na eni štacuni, čakaj, je že Gear for Music. Ja, Gear for Music. Gear for Music. Jo najdem gor, lepa, toliko je bila lepa in sem jo tako vsak dan dvakrat pogledal, veš, zjutraj, ko vstaneš, veš, pa tako malo pogledaš, no, veš, pa tako zvečer, ko greš spat, ti boš moja. No, in sem ji pokazal trenutek, vzel sem jo lepo na firmo, tako da smo še davek odbili, tisti, ki se ukvarjate z podjetništvom, boste vedeli, če kupite v tujini, se da brez davka potem dobiti, ne. In sem jo dobil za, mislim, da v kroglih nekaj nad 3000 evrov. Popolno. Kitara je toliko dobra, kakor vsi mislite, da je. To je nekaj neverjetnega. Ni v brez veze, da jo ima Magnifico, Pikel, mislim, da celo Jože Junid. Pa tale, ko je en model, pizda, ki Luka neki, ne vem, kaj je priimek. Kroge suka mogoče. Ne, ta pa bolj švok igra kitaro, kot ta Luka, ki jaz mislim. Ne vem, Przmasko je tudi igral, nek akademik, tudi ima črno grečko. V glavnem, teh kitar res ni veliko, ampak tisti, ki imajo, pa vejo, zakaj jo imajo, ker je res, karkoli boš priklopil not. Jaz jo izkoriščam za, bom rekel, hard rock. Bodimo iskreni, tam, kaj jaz, tiskaj špilamo, nisem jo uporabil za mislim, da samo za en komad sem jo uporabil kot clean. In v glavnem jo za rock uporabljam, kitara je malo tanjša, tako da naj bi imela manj piskanja vseb, ne, mikrofonije pa tega, kaj pa vem. Meni so hude. Ne morem primerjati za eno drugo, ker je to edina, ki jo imam. Probal sem samo, ker sem bil na audiciji od Help Tribute Banda, sem od unga gospoda probal grečko njegovo, sem pozabil, kako mu je ime. To je bila edina izkušnja z grečko, ki sem imel, vse ostale prek slik in fotk. Ja, pa ti je bilo takoj, ko si parjel roke. Takoj mi je bila zanimiva, taka, veš kako je, da bi res kol parjel. In ko zabrenkaš, prav en tak poseben zven ima, ni Gibson, ni Fender, nič ni, pač greč je. To je tako težko povedati, ampak to je tako dobro, mislim. Jaz se ful napalim na te hollow body kitare, recimo tako, ki imam, ne, jaz imam, vsak dan spremljam motorje, pa ko se motori prodajajo po motorje, gledam to vsak dan, ker sem pač obseden. Kitare mogoče dvakrat na let samo, ne, tako imam obdobje in pol včasih preletim na Georgea Bensona, ne, skoraj zmeri, no. Ali na Ibarezu, ne. Ja, ne, pa una pizda, ki ne vem, toliko široka. Ja, vem, točno vem, kjer model je. In pol začnem gledati te kitare, ne. Ja. In so adijo pamet. In so nore. Lepe so, ja. Ne vem, 10 let nazaj me to sploh ne bi zanimalo. Ja, tako, kada bi zrastel v to, ne.
da bi zrasli. Odraščamo. Ja, odraščamo. No, in ti priklopiš to kitaro na unferš, tisti ferš, naš ferš, na klin, to vse zveni, to je nekaj neverjetnega. Vse zveni. Mi smo zelo veliko komadov, ki smo posneli album, je zelo veliko riffov, ritma, samo na to kitaro. In čudovite je. A so to nemške, kaj jaz ne vem sploh. Ta je bila made in Japan. No, so tako original firma. Jo, zdaj ok, je toliko, ne vem, po moje ameriška, ne. Zdaj na škatli, ki sem dobil kitaro, piše Fender, zgleda Fender, vse skup kupil. Ne vem, ne poznam zgodbe, nisem se toliko obadil. Je pa japonska izvedba, kar naj bi bil pa svetovno najbolj kitara. Valjda. Greške, pizda. Ja. Pa se to je noro. Meni so že tele, kaj je, Gibson, ta no, varianta. Lucille varianta. Lucille varianta. Ja. To je meni že edijo. B.B. King, ne, pa te fore. Jaz se tudi doskrat slinem, ko vidim Bona Maso, ki konstantno objavlja svoje filmčke, pa ima uno kitaro tisto in doskrat tudi to. Noro. Celo Clapton je imel tako, ne? Ja. Mislim, da je bila prva kitara. Ful v bistvu, dosti muske posnete s to kitaro, tiste, ta dobre, ta znane. Pri Krimih, ne? On obdobje, ki je bil Clapton nor kao, ne? To je več ali manj vseeno to. Model je prodal, ki je za te Crossroads imel, ne? Ja, full kitar prodal. Full kitar prodal, ta mislim, da je malo pod milijon šlo. A res? Ja, en kos opreme si mislim. Ja, se črna Fenderca je šla pa malo čez milijon. Blackie, ne? Ja, Blackie. Ja. Pred kratkim sem bral knjigo, nisem jo še zaključil. Jaz nisem nek full hud bralec knjig, veš. Sva že dva. Ja. Jaz imam obdobje, pa berem, pa lahko tudi 2 let nič pizda. Drugač ima pa Clapton novo plato, veš. Pa vsega, kar spremljam, ampak moram reči, da kar se mene tiče, je Clapton odbrenko svoje. Ja. Mal mi je tako. Odvisen. Mislim, če bi zdaj hotel poslušati, nek dober kitarski igranje, pa to pa ni to, itak da ne. Ker se mi zdi, da je imel turbulentno življenje, ne, veliko boljš problematika v komadih prišla ven. Saj to je pa itak, ne. Se to je itak, ja. To je pa itak prvi vsakem. Ja, to je pa ceh, ki ga je mogel plačati. Ne. Ja. Kjera ti je najboljša plata od Claptona? Ajmo, 3, 4 zdaj. Sploh nobene plate ne poznam. Ne poznaš. Sediš na nasprotnega človeka za mizo. Čeprav sem ful ljubitelj Claptona, jaz nikoli nisem plat sploh poslušal. Nisi plat poslušal? Nasplošno, ne. Jaz nasplošno toliko malo musko poslušam, da verjetno moraš. Jaz sem kakšne pol leta nazaj, jaz doma nimam televizije. Mi živimo v hiši, ki nima TV priključka. To mi pa ful všeč. In to redki, mislim... Kaj je s televizije že 5, 6, 7 let ne gledam sploh. Eni rečejo, a res ne, sej boste že, ne. Kot da smo klošari, veš, kot da ne moramo. Reveži, brez televizije. Eni pa pride do te, pa ti da roko. Kaj je? No, v glavnem, skensil sem televizijo, pa sem pa valjda rad odvisen od interneta, ne. Ja. Se pravi, serije pa filmčki. Ampak sem se tudi to uspel čisto ukiniti. Da zadnja serija, ki sem gledal, je bilo, ne vem, Sons of Anarchy. Ja. In to je bilo to lanski let enkrat sem gledal. Od takrat nisem niti enega dela nadaljevanke pogledal, niti enega filmčka. Ampak vsak večer, ko pride trenutek, ko bi jaz to gledal, poslušam album. No, to je bilo poslušam, ne vem, ljudi. Na YouTubeu imaš marsikakšen filmček, tak 5 minuten, ki govori o, ne vem, kako kitaro igra, to me zmeraj zanima, potem kako sebe narediti boljšo osebo, pa take fore, veš, se pravi, učim se. Se pravi, tisti trenutek dneva bom še mačken se učiti, zaradi tega, ker nikoli ne znaš dosti. To je kul, to je ful kul, ja. Tako da jaz sem začel pa tudi zelo, zelo veliko plate poslušati. Cele in vse me ful zanima. A kaj, prosto te prekidam, a kaj poslušaš Gary Clark Jr.? Ne vem, kdo je to, ne vem. To je pa en mlad črnc. Sliši se dobro. Zdaj tako začel.
Mlad Črnska dobro igra kitaro, dober glas ima, bluzer drugač, ne? Bluzer. Ja, in je tako, jaz se ga spomnim, sem ga prvič videl leta nazaj, mogoče da lih na enem izmed ta zadnjih crossroadov, ne, ki ga je Clapton organiziral, ga je povabil njega tudi, ne. On je imel takrat, ne vem, po mojem je bila tista prva plata, pa je imel ene dva tako hita, pod narekovaji hita, ne, da so se malo poznali. Ampak to je že dolgo nazaj, tako da zdaj pa že kar malo bolj, no. Ratu pa ima, tako ima, veš, lahko ti všeč, lahko ti pa ni všeč. Meni na momente je nor, ne, ni nič neki zdaj, da bi bil nek kitarski virtuos, ker sem full over zvok dobil. Veš kaj jaz vidim problem, vsaj v mojem dojemanju bluza. Prvo kot prvo nimam tega v krvi. Ja, A veš, tudi ti lahko rečeš, da imaš, pa nimaš, ne. A veš, ti moraš vedeti, da to, kad ti vidiš B.B. Kinga, kad to nastopa, to on ima, v vsaki celici ima to v sebi. valjda, če je bil star Črnsk, so ga preganjali, ki je bil majhen, ne. Ja, To in itak. lej, roko na To srce je spet, normalno. ne, Stevie Ray Vaughan ni črn, Ne, ampak je izvrsten blues kitarist. Mislim, nor, bil, žal. bil. A ne. Ja, nor. No, In saj jaz brat je mislim, pa da še tukaj, živ, ja, Jimmy, ne, ne. Ja. da mislim, da tukaj v bluzu ni ful velik za povedati in zdaj, ker sem Vona omenil, ne. On je pač vzel blues, kakor ga je on dojel in ga nadgradil, mislim, ko se bomo smešno slišali, z neko Jimi Hendrixovskost. Ja, se ga je. A ne? Se ga je, absolutno. ja. In nekaj več za povedati v bluzu. Veš, ti, Sam ko to greš se na... ti zdi. Ja, vem, da... Ampak je. Lej, zato sem pa rekel, da od začetka, da tako ga jaz dojemam. Ja, ja. Meni osebno blues pač heard one song, you heard them all, nekako. Ja, ja, štekam, Nekako. štekam. Ampak pismo poslušaš John Mayera na enem koncertu, ki Bog Ja. pomaga, je meni osebno obupen on, ampak In tudi pizda, več ki ali pa manj, ja. naredi priredbo, blues komada, tistega pa, pa ne moreš, da ne poslušaš. On je ful hud, ne. Ja, vse. Nor. Sam on mi je, no evo, recimo tako, on je, se pravi, če je on, kar se tiče, da si dober muskontar, pa dober kitarist, pa si pop, je on na številki, ne vem, 10 recimo, koliko je pop, ne. Recimo na nuli pop je B.B. King pred uspehom, recimo on je na 10, Gary Clark je pa nekje vmes, ne. In ima tak malo bolj umazan zvok. In Se pravi, je pa tudi zavisi od obdobja. hudo, ne. veš. Mene včasih blues ful pritegne, ne. Ja. Včasih mi je pa pač, aha, ok, to je tisto, ker nimam kaj igrati, pa grem pa lahko v e-mol, pa tam nekaj. Ja, ne. ja, ja, ja. Ne vidim neki, da bi jaz Ne, imel se kaj ne za mislim zdaj, povedati. da bi ti se šel v blues, sploh ne. Ne, ker tudi Ampak mrzdo se ne bi nikoli smel vedeti bluza, razni Johnny Petrucci in Paul Gilbert, ki, mislim, Zdaj, Paul Gilbert se... se je neverjeten kitarist, Ja, ampak pustimo on je blues, sam točno to. pust blues Ja, primer, ne, ja. lepo te prosim. A veš, jaz sem ga poslušal, jaz ne, po mojem že ne štirikrat sem ga poslušal live. On dela, nekdo te kliče. To ne, nisem okej. Se ne morem verjeti, to se snema zdaj drugače. Ja, Avto je treba umakniti, ker greš tam lepa jelka ven. aha, okej. Ja, se imamo di. Ja, okej, ajde. Že gremo. Jure, opravičujem se, a lahko avto premakneš? Se vprašičuješ. Ja. Boš pa še enkrat plesniti. Ne, saj to vse ostaja, veš, to je itak moram to pol še na kompu mal šum stran dati, pa tako naprej. A ja, čak, kurba, si ne boš videl, neč dol, ti greš dol vsaj luč prišel. Zdaj bi še vrata odpreti. Ja, urinaš, ne? A ja, si mislim, da imaš kakšen drug. Kaj pa to odrežeš, ali kaj? Ja, to zdaj bom pač. A veš, kaj je fora, ker itak moram v programu mačken šuma ven dati, pa Ja. mačken amplificirati vse skupaj. Tako da pa itak. In če pustiva mrtev eter. Bogi je torej umrl. Ja, se to je hudo včasih, enkrat se mi je na valu zgodilo, ne vem koliko je bilo. Čist mal, 5-6 sekund. Škašen feeling je bil, kot da so vsi umrli. Ali? Ja, kot da je trajalo, ne vem, pol minute tako. Ker Grozno. veš, ne vem, mogla biti že una kukavca, ki pol pove, Ja, koliko je ura, ne. Sound of silence. Pač, ja, čista tišina. Lej, to je tako. Kje Ja. so pa ostale?
neki blues, neki... A ja, Paul Gilbert. Tipa. Paul Gilbert, ja. On, ja. Ja, jaz sem bil veliko že na Gomu špilu in pa se vedno spravil nek blues delati. Joj. Mislim, Meni tudi to ni že kul. vibrata mi nima on primernega, sej je neverjeten, ne on, ampak po drugi strani pa naredi priredbo Yes komada, Ja. Roundabout je takrat igral, hva pa je to je pa hudo. Meni je všeč njegova verzija Fly Me to the Moon. Ja, zelo dobro. Ja, zelo fajn. Ja, ne. Pač v glavnem te veliki kitaristi bi po moje mogli pustiti blues primerne. Ja, tist, ki si se šel od majhnega v tistem bod, ker v tistem si bil očitno dober, ker ti je v tistem uspel, pa to si drko cel življenje. Točno to, ne, ker blues je... A si predstavljaš, da bi Vaj naredil blues plato? Pa ne, da jo ne bi mogel sam, a veš, da bi bilo, čuden bi bilo. A veš, kaj ti Ne? jaz povem, Zelo vaj, čuden. če bi šel to delati, jaz imam o Vaju zelo, zelo visoko mnenje. Tako, Ga imajo vsi. Ja, v glavnem, jaz mislim, da če bi on naredil blues album, bi bil to sigurno neki zelo posebenega blues. Treba je Ja. vedeti, da on je, Se strinjam. on je pa na enem takmu nivoju, ki ne vem, če je še kakšen kitarist na tem svetu, res prav tako. On je Ah, pa, ne, itak da so, ne, samo v drugem spektru, ne. On je tam, ki je, on je res popel kje dol, ne. On je popel Ja. Mursko toliko daleč, da ja. mislim, eni komadi jih sploh ne razumeš. Sploh tako, Ja, sam to lahko tudi ni dobro, veš. ja, lej, to Ni je- zmeri to dobro, To ne. je res, ne. Ker tudi, ne vem, kaj se vem, da se tudi marsikega človeka No, se on- ne razume, pa ni lih. On je itak moj večni heroj. Ne. Ja, se vem, Ja. se spomnim, a imaš še kitaro? Ne, prodal sem jo. Ja, Ja, imel sem Ibanez Jam DBK 7. una črna je bila, ki je imela malo tako teksturo, Ja, ne, ja, pa krom, Zgodba te kitare je, da naj bi jo predolgo pustili v peči in je nabreknil aha. ta zadnji sloj. Si videl ta novo, mislim, ne Ne. vem, koliko je nova. Ne, nisem nič gledal. Woody, Woody. ja, odvaja ta nova. Nisem videl, ne. Poglej filmček na YouTubu. Ja, Pizda, vse je oblika itak. ne, ista, se imajo ne. ful dobre, ne. Ful Ampak imajo veš kaj je dobre. huda? Pač je, se pravi, trup je mahagoni, pa top je iz ne vem česa. In je taka lep, tak lep živ, temen odtenek lesa bom šel pride, pogledat, bom šel pogledat. polakiran, pa pickplate je tle gor, ima še en tak, ne vem kako se reče, Malo so mi Ful razvrednotili so tega, ta njegov džem, no. Mene jam, pač zame osebno čisti downside. Ja, se je, ampak jaz ti tako. bom pa tako povedal, to sicer niso glih moje besede, to so bolj od Matevža besede. Zdaj pa ti predstavljaj, da se ti ponudi neka šansa, da greš pilat neke šlagere, ne vem, v en hotel, na eno barko, whatever, Ja. in moraš pilat, ne vem, 3-4 dni zapored. Stari tebe, če imaš ti en hlod okoli sebe, ne, neko tako grečko, ki imaš, to je težka kitara. Ne. Ja. Pismo, rabiš nekaj lahkega, ta Ja, ja, res itak. je lahek, lahko ga je igrati, a veš, ti moraš vedeti, jaz sem včeraj špil. Mi smo včeraj igrala, začela sva 8:30, nehala sva 9:30. Oh, pizda, ja. To je bilo skozi neko igranje, skozi to, kar se zjutraj zbudiš, to te res prsti bolijo. Ne? Verjamem, no. In moraš prav z zavedanjem igrati. Ker ti bolj, ki sebe ne slišiš, bolj stiskaš in Ja, začne te itak. krči grabiti, moraš z glavo igrati. Ne. In zdaj si pa ti predstavljaj, da to moraš to vsak dan. Jaz zaenkrat še ne vsak dan, ne špilam, ne. Ampak je fajn imeti lahko kitaro. v sebi. Absolutno. Zato so pri Gibsonu, pri Les Polkah začeli delati te chambered body, a veš? Ja, Ne. Zanimivo. Ker se je full folka pritoževal glih nad tem. Mislim, ne pritoževal, ampak v smislu, pač težka kitara, sploh ne te stare. Ja, fora je Ne. tem, ne, kaj češ. Ne, v muski se ti odpirajo, ne nujno glih taka vrata, ki si mislil, da se ti bojo odprle. a Ne. Ja, to Jaz, itak. jaz nikoli nisem Finale. mislil, da bom igral rockabilly rife. Pa se jaz sem kol to zate nisem mislil. recimo. Ja, ampak jaz sem kar naenkrat dobil neko razsvetljenje v glavi, da v bistvu na musko moraš plesati in če tebe ne premika Ja. musko, a ne, nimaš dobre muske v bistvu. Ja, tle se strinjam, ja. Ja, Pa tudi jaz nisem včasih tako razmišljal. no ampak zdaj pa. in zdaj, ko si rečem to v glavi,
pride vam, pa tam, Mora biti ritem. Ja, in je tisti rockabilly vibe vam pride. Ne. Sej daleč od tega, da smo mi rockabilly, ampak Ne, ja. smrdi pa že malo, no. Ne. Mačkrat smrdi potem. Sam pa tudi čist daleč od začetkov. Ne. Ja, ja, to pa itak. Veš kaj, jaz sem itak mnenja, da moraš rast, moraš raziskovati, moraš... v enem letu se ti vse celice obnovijo v telesu, veš kaj ti hočem reči, drug človek si, ne. Tako da začel sem s praktično heavy metalom. Ja. Šli smo v nek kao progresiv, čeprav smo bolj sebi nadeli ta nadimek, kot pa da bi dejansko bili. Ja. Ampak a ni to To si se zanimivo? lepo izrazil. ne. A ni to zanimivo, da to še danes lahko rečeš, ne? Takrat nisi mogel, zato ker si bil not, pa si tako Nisi razmišljal, vedel, ne? ne. Drugače si razmišljal. Ja. Zdaj lahko pod odzum pogledaš. v Tako, smislu, ne. pa, ja. No in potem, ko je bilo pa tega konca, sem pa rekel, hočem hard rock in sem imel še eno zasedbico. Se gremo lahko kar po zasedbah. Pojdimo. A si za? Bulvaj, Bluvaj. To se jaz vse spomnim. Veš, kaj se jaz spomnim? Jaz se spomnim, ker sva enkrat šla z Nejcom. Z Nejcem na en Sva šla motozbor. na en ves špil, motozbor. Blue In Way. jaz pa Nejc v avtu, to je bilo jasno pred časom Garminov in pametnih telefonov in tako seveda. naprej. Ne? In midva sva se pelala, ker sva dva idiota bila pač, a ne? Ja, saj, Čez ene Mlada. vukojebine, kad da bi se skozi gozdno pot čez Janče pelo, da sva šla čez hrib, da sva dol prišla, dokaj in pol najdeva in pač tam stojiš pija in pol nažganci z motorjem not burnerja delu. ja. Pač prefuknjena scena, čisto. Ja, ampak je bilo Sam luksuz. smo se imeli lepo. Ja, pa se to je mladostno, to je norost. Ja, takrat smo bili Bullway, še prej smo bili pa Corpus Delicti. Corpus Delicti, to se Ja, spomnim. to, Ja. to so bili časi, ko sva se midva spoznala. A je bilo pri Corpus Delicti od džungle, Vele slavni. to. Ja. Upam, da bo Gregor Budal tole poslušal. Gregor bo. Budal je najin zelo dober prijatelj, ne? Seveda, In Seveda. dela na Val 202. Val 202, ja. Izvrsten, mislim, res njemu glas. Ma, izvrsten, tako bom rekel, saj mislim. Imaš deljeno mnenje. Seveda imam, Mene pa seveda on imam. za novice brati izvrsten glas ima dober. On ima izvrsten glas, sam veš, kaj mene moti. Kaj, da je moto? Pa ne sam pri ne sam pri Zabavno, njemu, to zabavno. me moti pri skoraj vseh, ki delajo na valu. Ja. Ti prideš kaj, ne vem, recimo jaz pridem kaj, imam glas Luka Peternel, bla bla bla. Ja, kurba, a veš, me bojo tako ukalupali, da bom imel glas, ne vem, dobrodošli, da ne zberem novic. Aha, razumem. Ja. In jaz od začetka, ko sem džunglo slišal, Gregor Budal je džungla, Ja. ko sem džunglo slišal, To ne ve dosti ljudi, veš. ja pa ve. Ne, No, se bojo pa zvedeli, ne. džungla, kdo je to kavbojc? Ja! Ja, to pa tudi res. Mm. No, ampak jaz od začetka, ko sem njega slišal tako na radiju, ne, jaz nisem vedel, da je on. Šele tako, ko sem res poslušal. Ne. Predvsem ne slišal. Pa meni so tudi doma so vsi govorili, babica, evo sem pa slišala Gregorja. No ja, on je pel z menoj, on je bil moj pevc in jaz njegov kitarist. Ja, to. Sorry, saj jaz sem mislil, da sem kitarist, bodimo iskreni, takrat sem bil jaz bolj drot matraž. Pa dobro, si konc koncev redko kjer Začetki so bili, kitarist, ki ni kitarist, kot je ti zdaj, ki špila, ni kitarist. To bodimo pusti realni, svoje a ne? posledice. Ja, Valjda. V glavnem, tako se je začel in mi smo igrali v Žireh, to je bil naš prvi špil takrat pred Drinkersi. To je bilo, mislim, da 98 nekaj takega. A dejansko? Ja, ker ne en kvazi življenje pišem. Ja, Ja, bi za zgodaj začel. ma ne, bo do tega že Ja, prišla, ja, če kar bo, umiram, če kar pa ne, umiram. pa ne. No ja, pa se je to, mislim, da po ene 3 špilih malo nekaj ni šlo. Bil je pa, nikoli ne bom pozabil, ker smo igrali Trooperje od Iron Maiden. Mhm. In je, džungla sicer ima šarmanten glas, dober poje, Ja. ampak nima višine. Mhm. Takrat se pa Jure oglasi in čivkne back vokal, ne, in čivkne na njegov glas. Čak ti takrat še nisi nič pel. Nisem, niti enkrat nisem začivkal jaz. To mi je Ker bilo zanimivo. naenkrat je on poje tisti, Ja. kje pa je terca, kva pa je to, pa mi on tako začne razlagati, ko on je pa glasbenik, tudi Ja, seveda. po izobrazbi. Ne? On je Drugač srednjo- frulico igra, če koga Ja, ja. zanima. No in reče, pej ti kle, pa kle. In jaz se zaderem oktavo, pa še terco nad njegovim glasom in on je sam rekel, lej,
stari, ti moraš peti. Ja. A In, vidiš, in pizda, pa to sem jaz nisem začel vedel. peti. Jaz sem mislil, da si že od začetka pel. Ne, A veš? ne. V bistvu jaz sem imel tak razpon, sploh nisem vedel. Tudi sanjal sem jih. Jaz sem lahko odpel najvišje, mislim, ženske Ja, saj. vokale sem Ja. lahko odpel. Ne. In še danes jih lahko. V bistvu sem glasnik zelo zvrzel še. Sicer se ne trudim več višine pet, zaradi tega, ker sem prišel do spoznanja, da folk boli kurat za višino. Ja, Bolj je una šarmantnost, pa una barva, da jo Ja, obvladuješ. Ne, bolj je trik v tem. se to sem porajal, pa sem ti še rekel, če se spomniš, sam se verjetno ne, ker sem bil siguren na basan, jaz pa tudi. Ne, a veš, ker se 100 let nismo videli, Ja, se in nismo pa smo vedeli. se videli par let nazaj, ker sta z Matevžem igrala v Altru. Takrat sem te jaz videl prvič v tej zasedbi igrati. Ja, ne. ja. No, pa edinkrat, če smo iskreni. Ne. Ja, to so bili še Ja. kar začetki. Ja, ne, in smo prišli pogledat, jaz pa Tade pa Saša, in tako gledamo, pa ful, to vse takrat sem vaju pohvalil, to vaju moram reči, tisto je bilo res hudo. In sem te slišal pet pa to, in sem ti pol še rekel, da se mi zdi, da bolj poješ, v smislu, a veš, Ja, ja, ne? to je čisto razumem. Tako Ker, da, no, če se vrnemo nazaj, ne, ja, tisto, ki se je potem začel kazati, da bomo mi začeli bolj metal žgati, ker jaz, pa moj kolega Darko Ramot, ja, Darko, Dare dajmo Darko, reči, ne. ja, sva vedno bolj šla v metal vodo. Ne. In sva sestavila band, ki se mu je rekel, pač po nekaj letih, to zdaj sem zelo na hiter, Ja. fast forward, ne, Seveda. ki je postal Chaos Star. Ne. Ja, Tam je bilo dretje, to je bilo dretje, to ni bilo petje. Dajmo samo razčistiti. Ne. Ja. Jaz tam nisem bil pevc, jaz sem tam Jaz bil- drl sem se. ja. In pač to je bilo to, jaz nisem znal pet, jaz sem se znal dreti. Ja, No, in pač prek tistega sem jaz spoznal svojo višino, in valjda ti, ko poješ in take abnormalne skrime daš iz sebe, si tudi oblikuješ mačken grlo in, Ja. a veš, in tudi ne zmoreš več, zaradi tega, ker se preoblikuješ. Ne. Saj tako jaz to vidim. No, pol je šlo pa tisto v kurac, to ne bi šel zdaj v detajle, ali pa mogoče kasneje. Imam en CD še drugače, A od kje ste? Chaos Star, Pa Lifestyle, mislim. sej dobro, sej, mislim, danes, ko gledam to muziko, si mislim, da zakaj smo to komplicirali. Ja, Zakaj? Pa ker ja. so bili A super. veš, da smo se takrat Ker so bili eni super. sprašvali, zakaj to komplicirate. Ne, pa Sam ker pač so bili vse, ne. super komadi. Super, odlično. Pa A zakaj? je, veš, kjer mi je všeč? A je Dreams of Reality naslov? Ali Ja, nekaj v tem Dreams smislu? of Reality. Ja, no, Tega tam sem je jaz lep. napisal. Ja, vem. Mislim, tako je bilo, ne. Čim je nekdo nekaj napisal, pol je pa en besedo dal, je se bilo treba skregati, kdo je zdaj avtorske pravice. ima, ne. Ja, Ker valjda bomo milijonarji od tega. In Ja, saj že, to, že sam saj to. tukaj je bil srž problema vseh. Ne. ja, malo je pač. No, in zaradi tega, ko smo z Matevžem začela igrati kot vagabunda, je bila prvi najen dogovor, sicer sem jaz to predlagal in Matevž se je strinjal, ker Matevž je pač zelo nekonfliktna oseba. Da vse, kar ali jaz napišem, ali on napiše, vse gre na dva dela. Tako kot so Queen naredili za Innuendo, Ja, pač band kot band, lepo, ne. in vsak se 100% potrudi, Ja. ker daš ti problem avtorstva iz mize dol in se samo trudimo za greater good, ki je pa glasba. Ne? Valjda. No, in to je to. Do To je tega lepo. prišlo. No, pa gremo naprej zgodbico, ki se je končala pri Chaos Star. Ker je star, ja. Pol se je pa razvilo, to pa ne vem, če ti poznaš, Afterburn. Poznam poimensko, nič pa ne vem o tem. Nič ne Nič veš. ne vem o tem. Igrali smo, se prej je bila še ena druga zasedba, ampak iz Unom nikoli nismo nastopali. Mislim, smo se imenovali Black House in Aha. ne vem, veze. Ja, V glavnem igrali smo Stormbringer od Deep Purple, ja. igrali smo The Ocean od Led Zeppelin, igrali smo polhen takih ful dobrih komadov. Ja, ja. Imeli smo enega ful dobrega bobnarja, ki To mi pač je neki znan. ki pač je bil zelo nezanesljiv in so zadeve pač šle narazen. Ja, pač. Takrat smo v pol leta smo odklamfali 11
koncertov, A? pol leta, posneli 7 komadov, mislim, imeli 7 avtorskih komadov, bili smo Kurac. dobri. Ja, bili smo res dobri, Pa ste bili ful produktivni. ampak očitno je to moje forsiranje, da hočem delati glasbo, ojoj, to je vse, kar je, mislim, sem pretiral s tem in očitno je tudi to malo botrovalo, da je šlo vse v kurac. To je bil tisti čas, ko sem jaz imel še lokalček v Ljubljani. Ne. Skreča sem imel. Scratch bar. Ja, to je pa že kar zdaj 3-4 leta tega, odkar ga ni. Še danes se enemu psu ime po svojem lokalu. Ja, res je, res je. Čuden ime za psa, ne? Bodimo realni, najc, če poslušaš. Ja. Sam smo se navadili. No, in ti se je bilo, Koliko cajta ste Ene v pol leta. Afterburn? A je sam pol leta? Pa Mi smo- pol leta brutalno produktivni, pa Ja, Vertical, ja. pa. on je šel študirati nazaj v Avstrijo, in pač pokličite me. Ja. Okay, v redu, vsi so Pa je bili šlo. bolj taki brižni, a ne. Se vsi bi, ampak Vsi bi pa hkrati. Veš, kako je? ne, pa. ljudje vse bi, ampak noben pa ni pripravljen. Pol kaj na- treba. Pa sej so pripravljeni takrat, ko je treba, ampak ni pripravljen narediti unga potrebnega koraka, kar je stopiti naprej, se pravi, se začeti ukvarjati z marketingom, PR-jem. a veš. Ja. Glasbeniki to pa ful- štekam, ker glasbeniki ful mislijo- ogabno. Ugabno, to je biznis. Vem, Glasba je vse vem, biznis. ne. vse vem, sam tako, pač to je del, ki veš. Mi jo občudujemo zaradi lepote, ne? Ja, ker Ampak si ustvarjalci, Ja, ne, ampak- redko kjer ustvarjalci je tudi dober pol v marketingu in tako naprej. Samo moraš a pa veš, biti, zakaj ja. ti Pink Floyde poznaš? Ja, zaradi tega, ker je bil v marketingu, Normalno, zaradi tega, saj ker to je je jasno. EMI jih je vzel in to je bilo Ja. kamen na kamen palača, ne? Pač treba se znati stržiti. če ne, Oziroma kurc. kamen na kamen dovolj. Ne? Recimo, ne. No, kje sem ostal? Se pravi, Konc Afterburn. Afterburna, ne. Tukaj smo imeli, ja. Kje sta se z Matevžem spoznala? Sploh. Matevž je prej igral pri Mit. Jaz sem Matevža spoznal A že tako, že prej ga Še poznam. prej, preden je bil sploh Keostar narejen. A ja, aha, ful pol se dolgo videla je že poznata. Matevž. že. Ja. On je takrat Ja, igral ja. pri Maršalih. To z mi je nekaj Brexijem. znan. Ja, lej. Oni so bili tak vaški rock and roll. V Zasavju kar poznani, no, so bili tako Ja. kot ene mehne zvezdice. Tako da enkrat so imeli v barčku predstavitev videospota, debatirali smo, nismo sicer neki ful govorili, ampak sva se že takrat je bilo nekaj čudno, da sva se ful strinjala v enih zadevah, ker Aha, smo se z ja. bendom pogovarjali. Samo zanimivo je bilo. No. Ja. Recimo, to, on se tega spomni in jaz se tega spomnim. Ok, cool, ni panike. On je šel ven iz Mit, jaz sem pa rekel, pizda, ne da se mi več iskati bobnarja pa basista, ker itak jih ni. Ja. Jaz bom šel, ne vem, skočiti iz mosta, konc sveta, a ne, joka in ti zdaj, zakaj jamraš, sem si mislil. Ja, ker ni tako malo pomagali. In sem zadevo začel iz drugega konca. Kaj pa če jaz najdem kitarista? Ja. Ja, in kaj boš pol? Ja, ne vem, pa bo vzela akustične kitare, pa bo šla na per. In res je bilo točno tako. Sicer se sliši ful taka čizi zgodba, ampak Ja, sem ta, točno tako je bilo staro. meni je ta varianta všeč, drugače dosti tako. Midva sva šla s kitaram, spomnim se v Old London pub sva šla, v Agro pub sva šla, v Katrco sva šla, pa še mrskam. In sva prišla do Kenarce, a vas moče igrava? Ne. A ja, Ok. mirno? Mirno, a vas moče igrava? Ne. A V kar redu. tako? Ja, in sva naročila pivo in sva, Ste špilala, ali pa? in sva debatirala o Murski v bistvu. Aha. Pa tisti komat, pa ta komat, pa kako bi bilo na ulici špilati. Vse sva prej že vadila v sobi. Ja, To je bil en tak obdobje, ki bi je bilo zelo blizu, da bi jaz nehal kitaro igrati. To je bilo toliko z- kitar to je igra. bilo zelo blizu takrat. Pa Zaradi tega, ker ne šel mi moreš je, nehati kitare igrati. band mi je šel v kurac, Ja. bar je imel svoje krizne trenutke, tiskaj Ja, je gostinc, ti svene. In pač so bili težki časi in se je bilo treba odločiti, a boš ti zdaj, a boš špilo, a kaj boš. No, Ja. in Matevž je vedno znova, ki je prišel, k meni vadila smo v eni sobci, pri mojih staršev, jaz sem takrat že postal oče in to je bilo, to so bili res grozni dnevi, to je bilo res Aha. težko vaditi. A verjamem, Ker vse ti je bilo odveč in Matevž je prišel in tako tudi besede nisva rekla in so tako samo šla v njih 5-6 pesmi čez.
ok, si pol naslednjič, ja, ok, če češ, ok. Prav tako je bilo gadno in pol, ne vem, kdo je predlagal, 5 greva na per, ne. Pa kitara sabo vzema. Boš videl, ko Matevž je rekel, jaz sem že na ulici igral, to je zafukan, veš. Ja. To kakor je ulica zajebana, to ni noben odr. No in sva šla igrati in sva igrala in sva igrala, pa sva igrala, pa sva igrala, pa sva bila vabljena kot gosta v Sputnik Ja. v Ljubljano. Zanimivo, da prav včeraj sva tudi v Sputniku igrala. No, ja, kako se... Zanimivo, ne, Ja, 4 leta kasneje. Hudo. Takrat sva igrala 2 komada, spomnim se, da nisem imel prebite pare. Imel sem limit na kartici, tudi evra nisem imel točno ostali. In sem šel s kitaro, svojo spukano holerco in sva odigrala 2 komada in nisem nič pil in tam Urko sem jo smilil in mi je dal tisto eno pijačo in tisto smo spili in sem šel domov in sem rekel, zdaj pa dost. Zdaj pa fucking dost. In pa se je pa začela oreg val, pa sem se pa jaz začel ukvarjati, začel sem razmišljati, kaj je to marketing, kaj je to PR, kaj je to beat band, Ja. kaj folk pretegne. Ne? In sem se zmenil za prvi špil, ki je bil plačan nič evrov, seveda, ker Ja, nobenega jasno. ni bilo, ker je bilo to konec avgusta leta 2013. Bil je pa Rondobart, bivši Rondo, Wild to West. mi je znan. Bivši Aha, Wild West, ja, ja. to boš ti vedel, kje je. Ja, vem, Hrušovca je tisti, ne? To pa ne vem. Vse. No in tam se je pa zgodba začela. Pol sva pa dobila naslednji špil, zakaj naslednji špil omenjam, ne? Ker je bil en najbolj pomembnih špilov od vsega. Povabil oziroma dobil sem cifro, v Piranu se je odprl nov kafič, Galerija Cafe, in sem klical tega lastnika, Adija, oziroma pomembnik, mislim, da. Ja. In sva se zmenila tam za špil. Mhm. In sva šla eno soboto ali petek, to se ne spomnim, kaj je bilo. Sva šla odigrala, v redu je bilo, plačal je, Samo v redu. le v redu je bilo. Ja. Ti moraš vedeti, da to je bil ta drugič, da sva skupaj stala na odru, Ja, sedela ja. sva, roka se mi je tresla, potresavčkova niška. V glavnem, v redu sva bila zgleda, ampak Ja, ja. njemu očitno je nekaj bilo ok. Zgleda, da sem se jaz takrat že toliko navadil pet, da sem določene tone zadev suvereno. Ja, itak, da si jih zadev Ja, itak. suvereno, ali da si Ja, v glavnem... bolj, kot se tebi zdi, si itak. Ja, pa bolj, kot biva, sem veš. igral, recimo. Ne? Ja, Ti ja. moraš vedeti, da za enega softiča, ki je bil skozi na električni kitarci, ki je bil Akustika pa, malo pa drugače. džema, veš, Ja, džema, ja. ki ima ta kvrat, ne, Ja, itak. no, tukaj pa zdaj imaš ti hlod. Ja. Povrh vsega hlodka zelo veliko piska, pa zelo malo od sebe da. Mhm. To je bila ena pocen varianta, vse jo imam še zdaj, pocen honerca, ki sem jo dobil za, ko sem maturiral, mi je mami kupila. A, Ja, kitaro. In z uno kitaro sva potem tam igrala še ne vem kolikrat, da sem Pa jaz saj- zaslužil naslednjo kitaro. Kar pomeni, da midva sva tam not igrala do današnjega dne 25krat, kar pomeni, da sem jaz zaslužil za kitaro. Ne bom zdaj o cifrah govoril, sam. ne, saj to nima veze. Za kitaro sem zaslužil in za svoje ozvočenje. Oziroma Matevž je takrat kupil ozvočenje. Zgolj iz geste, zaradi tega, ker sem se jaz za vse špile imel. Pa, ne vem, pač tak trenutek je bil, da je on to kupil. Vse. To sem porajal, da sta pač ta primorski konc tle ful velikrat igrata. No, in potem se je začel, pa je bil Ljubljana, Alter Bar. Najprej je bilo, ne vem, 100 evrov, 50 evrov, kolikor so pač dali. Ja, a ne. itak. Ja. Ker naenkrat sva midva imela avtorske komade, sva posnela avtorske komade, sva V Altru sta špilala, sta imela, 3krat sva igrala tam, mislim. no, mi ko smo vaju videli, sta bila po mojem ta prvič. Ne, drugič. Ta drugič. Ta drugič. Meni se zdi, da sta bila ta drugič. Ja. No, dobro se ti zdi, tako, Ja. doka. Takrat sta meni se zdi en komad zašpilala svoj. Ja, Mislim, zna da. biti, ja, zna biti. Ja. Ja, to recimo dosti folka ful ne ve. Midva sva rekla, da obvezno rabva avtorske skladbe. Zdaj, a bova 5 let čakala za to, da bova komade posnela, ali jih bova pa pred. Jaz sem imel že neke osnutke, neke ideje enega koncepta že v glavi,
Sem rekel, deva mi pač to narediti, kakor bo dobro, bo pač dobro. In valjda zadeva ni bila ful dobra. Lej, kaj za produkcijo smo dali, reci, piši mogoče 500 evrov za 3 komade. Ja, ker je itak. Lej, nič. samo akustika, pojma nimaš sploh, kako se sound razvija. Tebi je samo, da bo tvoj komad slišan. Ne? In pol folk, veš, kaj tole pa. Pizda, si sploh poslušal, si sploh zavedaš, da so to začetki, to je, lej, posluši pa, če se ti zdi ok, da nekam pele, da podpri, a ne. Ja. To dosti folka ful ni štekal, ne. Ja, avtomatično vsi začnemo tako, veš, ne vem, zdaj čist na blef rekel, slišiš en tvoj začeten komad, ti imaš pa v glavu, a veš, ne vem, komad od Led Zeppelin. Ja, ta prvi album, a ne. Ja, recimo, ne. Hvala. Ja, pol tako razmišljamo, ne. Ja. Malo kisika moramo spustiti, ka na plin kurva, da na opet crkala. Ja. Ja. Hvala za pomirjajoče. Ne, vse pod kontrolo. Ja, sure. Oprosti, nadaljuj. Se ne vem, kje sem ostal, da se bojim za svoje življenje. Ne, komadi, začetki, da... Ja, no, in midva sva postela 3 komade. Šlo je za konceptualno celoto, ne. Najprej sva posnela Slowly Waiting, ki je v bistvu zadnji del trilogije, potem sva posnela v drugem studiu, sva posnela Long Forever in nazadnje Morning Coffee. Gre za eno osebko, o enem osebku govori, ki je vidi, da je z eno osebo, ki ni prava, ki sploh ga ne šmergla, pa še zdaj vztrajata neki in on tekom te zgodbe spoznava, kako sploh ne ve, kdo je kriv, sploh ne ve, kaj se dogaja, sam ve, da je pristal nekje v eni bolnišnici, ki se sploh ne zaveda, kaj se je sploh zgodilo. Kritika na današnji čas, ljudje se ne poročajo več, veš, ljudje so pač kar neki so, veš, sam šiht je, skozi eni procenti, skozi en denar, skozi en marketing. No, glavno, v bistvu, še danes, ko nazaj pogledam, je ful dobro, ful sem tako, wow, ful sem dobro naredil, ponosen sem na se, da bed. Ja, no, to je lepo. Ampak, kako je bilo predstavljeno, ja, logično, da ni bilo dobro sproducirano, saj nismo znali, saj tudi, ko je mene producent vprašal tam, ko naj snemo, ja, koliko pa to, kaj pa to naredimo, ja, ne vem. Ne vem, ne, ker pri Gobcu je bilo tako, lej, ti rabiš take strune, mi rabimo tak ambient, mi rabimo to, a ti prižgem lučke malo bolj tako, da se boš ti bolj tako počutil, a bo ta... Ja, dejansko. Mi smo vzeli kitar, mi smo imeli na voljo vse, mi smo imeli grečko, smo imeli Les Paula, smo imeli Fenderco, smo imeli akustične, pač, vse smo imeli. Vse pokrit, vse smo imeli pokrit, ne, in to je bilo samo vzemo si, ne. Res razmišljuje, on je prišel na 3 vaje prej, oziroma 6 vaj. Prej, on nas je poslušal, on nas je probal razumeti. To je čisto nekaj drugega, to je bila kreacija glasbe. Pa še danes, ko pogledam na album nazaj, bi lahko še kakšno besedo rekel. Sam trenutek. Okay. Lep zvok. Uglašen. Če koga zanima, pijejo danes komunistično pivo. Ja. No in ta zgodbica o trilogiji na enih začetkih je bila naslovljena Away. Ja. Zakaj pa Away? Pa odsoten. Aha, odsoten, ja, cool. Zakaj je Away, zakaj pa ne vem, absent ali pa? Ja, ti se že pijača, se veš. Absint. Fak, nagovor, enkrat smo ga pili tlele dol pri Nojcu, ki imamo še biljard. Samo enkrat? Samo enkrat. In takrat so se s Tadetom skregali na smrt. Tulila sva eno drugega tam v garaži dol, smo se ga nažrali s tem. Zakaj? Zato, ker to ti pa sfuka pamet. Ni prav, ne? Sfuka ti pamet, pa preveč smo ga spili. Pa jaz sem bil preveč pameten, okoli muske itak. Lej. Ker so jih na te temi. Brez veze. Ej, a si, ne vem, če si, a si kdaj napisal kakšen slovenski komad v slovenščini? Ali pa razmišljal, da bi ga? A si ga probal? Ja. In? Ni šlo. Si takoj ugotovil, da je angleš bolj, ne? Ne, da je angleš bolj, jaz sem se počutil kot kmet. Ja, sej, itak. Po angleš se znamo bolj izražati, v smislu. Znamo bolj izražati. A ni tako? To je zdaj ful klišejsko, ker vsi Slovenci to pravijo, ne. Zato, ker angleščina bolj spevna, bolj ton, trest, ne. Sam jaz, če gledam po sebi, mislim, itak ne pišem tekstov, ampak jaz celo osnovno šolo, pa večji del srednje šole, ajde, celo srednjo. Mene je bila slovenščina tako pač. Brez veze, pa ne mislim jezik kot za učiti se ga, ampak tako, slovenščina.
Ja, ja. Angleščina mi je bila pa super, ker smo odraščali z ameriškimi filmi, ameriškim nanizanke, MTV smo ameriška imeli, ja. muzika. Pa Amerika je bila takrat meni wow, ne, pač danes mi ni. In jaz sem itak razmišljaš po angleško, v smislu, Ja. a veš? Fora je o tem, da jaz sem že, ko sem bil mulc, ne, ko sem šel v osnovno šolo, nas je bilo 8 v razredu. Kva? Ja, lahko si Zakaj si misliš, so da... vas jedali, kva si bilo to malo? Jedel. Ja, ne vem. Ok, ne, niso nas jedli, Luka. Ja, nas je No, bilo, in ne si vem, lahko misliš, da 28, pač, da. kako se bo 8 ljudi, osebkov, otrok ujel med sabo. Ja, valjda se ne bojo, eni se mogoče, dva se mogoče bojo, Ja. ostali pa ne. In sem bil jaz praktično brez prijateljev. Ker ni bilo, Ja, ja, nobenega ni bilo. ali- Lej, ti moraš vedeti, da Pa moja čakaj bajta, malo. ne poslušaj me. Od 8 ljudi Ti tem moraš- ben ni maru. Pa ne gre za to, gre za to, da se ne ujameš, a veš, gre za to, da niti prijatelj, veš, ni Ja, tisto, da ne, greš, saj ne vem, babe gledati čez ključavnico, ali Vem, kaj misliš, ni da ja. greš prvi čik probati, a veš, niso taki, mislim, ki govorimo o 8 letih, dobro. No, v glavnem, Vem, ker kaj moja misliš, bajta ja. je bila pa tako, cesta, ne, Ja. in jaz sem imel kam jet, ne, mislim, okej. V bistvu, ja. In to šele danes vem, kaj se je dejansko dogajalo okoli mene. Ne. In valjda je kaj, TV je bil moj prijatelj. Ne. In je bil Sky ja. One, The Movie Channel, Sky News. Ja, itak. Kaj je bil, kaj smo še Ne vem, Cartoon Network sem jaz ful gledal, recimo. No, a veš, jaz sem imel pa dosti prijateljev, pa je tako pul, smo se družili skozi Ja, pa to je to, čisto drugače, ampak ne. jaz sem vsem, da sta res sem toliko televizijo včasih gledal, da je bolano. No, ampak veš, kaj je fora? Jaz sem bil v prvem razredu osnovne šole, takrat smo mislili, da v šolo hodili s 7 leti, 6 leti, nekaj tasga. 7. Jaz sem že znal angleški. No, in Ja. ko mene tako po intervjujih po radijih vprašajo, zakaj angleščina. Jaz zmeraj rečem, da sem prej znal Kaj angleški, naravno, prej sem znal angleški, slovenski. Ja. Ja, kako pa to? Ja, kako pa to? A so te starši zapirali? Ja, lej, fakt, tako je bilo, ali? Jaz te sprašujem, če so vas jedli, perfekti, če so vas zapirali. V glavnem, To je noro. jaz sem znal že takrat angleški in Ja. valjda, ker sem ta prvi komad napisal, valjda je bil v angleščini. Itak. Meni je to lažje. Jaz, če Meni tudi. napišem, ne vem, Meni je tudi tekst, meni je mail lažje napisati po angliški. Ne, to mi ni, ker Meni- to meni sem pa se je. že zvrzel, a veš, Meni pa se, ful. se treba, slovenske je treba znati, ne. Ja, jaz mislim, no. Zaradi tega sem vedno pisal v angleščini, sem pa probal v slovenščini, tako kot Ja. ni šlo. Matevž po drugi strani je pa napisal 2 albuma slovenskih komadov. Kurat? Ja, A res ali ja. kaj? On je prva 2 albuma od Mit napisal, Ker to je hudo, Samo. ne? on zna. Ja. Jaz sem pa do te mere prišel, a veš, ker sem te zapestnice takrat, ko sem začel pa to, sem okoli pošiljal ponudbe, mislim, ponudbe. Ne vem, naredim ti zapestnico, če mi narediš objav na Facebooku, pa sem iskal folk v tujini, ki ima dosti objav, pa tako naprej, mislim, dosti sledilcev. In itak pišeš po angleško, ne? Ja. Pa jaz od srednje šole naprej, jaz nič, z izjemo kakšne prošnje, dokler še ni bilo po kontu tega, da sem napisal v slovenščini, vse, kar sem jaz karkoli napisal, je bilo po angleško več ali manj, ne. In pol je prišlo do tega, da sem, zdaj sem izmislil, ampak po ne vem, 80-ih, 90-ih, ki sem jih v tujino poslal, sem pol 5-6 Slovenk najdel, ki so bile popularne takrat, pa po slovensk napisal mail. Pa jaz sem se lomil z besedami, po mojem, če bi šel ti sen za mano brati, mislil, da sem idiot. Škaj tudi fora, jaz sem se začel ukvarjati v bendu tudi s PR-jem, ne. Mhm. In z marketingom, in z vsem, ne. Zdaj, ker če nimaš teh reči pokritih, si pač tam, ki si, Ja. v garaži. Ja, pač na Pika stop, ne boš špilal, Tako, ja. ne boš znan, ne boš rolal. Ne, nič. Nima veze, koliko je tvoja muska dobra. Sploh nima veze. Tudi mal ne. To je Mal samo ne. češenca na vrh za tebe. Tako. Za celotno industrijo zanima samo, kako bo apeliralo na poslušalstvo. Da Ja, jih bo saj to na je ta bistvo. prav način pritegnili v določene produkte, v določen stil, ki si ga oni želijo. Ja. Ne. Žal tako je. Tako da, ko sem začel to pisati, sem se tudi naučil malo pisati. Aha.
In ker sem jaz tako napisal neki, recimo en odstavek za en PR, whatever, za en press release, tole bi pa rata, ne. Pizda, tole sem pa da, Ponosen, ne? ja, Valentino, malo, sam poglej, če je v redu, a veš, če kakšna vejca, ki je Učvrš, ne, ni pa treba. Poj pa začela ona to bolj oblada, ne. Poj pa začela. Kaj hočeš kaj povedati? Daj, tukaj rečeš to, tukaj rečeš to. Aha, ja. A veš, ni mislim, ni z skladbo, je s skladbo. A ja. To je sploh ne znam več Ne, uporabljati. se jaz to znam, ampak tako Ja. take res Veš, kaj misliš, bedne, ne, res bedne in tako pol na koncu, tako, evo, zdaj moraš pa popraviti, ček, tako, gledam na uro, tako 15 minut je trajalo, preberem še enkrat čist drugače, kot moje. I suck. Ja, sam kaj, tako smiselno pa ja. Ja, jaz imam ful dobre Ali- ideje, od vedno sem imel ful dobre ideje. A z dober spisek pisal pa je se, Ne, jaz pa. jaz nikoli nisem dobro pisal, ampak mene je zmeraj pokopalo to, da nisem znal pisati. Se pravi, nisem se znal rokovati z besedami, jaz sem vedno premalo bral. Ne. Jaz sem pa zmer dober pisal to. Tako, pač. Kar se pa tiče idej, sem pa vedno. Si pa imel. Ja, Ja, si ustvarjalci, to itak. to pa že od nekdaj, to pa tudi recimo na drugih področjih. Recimo, Se to se pozna, to sem porajal, veš, nasplošno vidim tudi pri sebi, pa pri kjermukoli, več ali manj pri kjermukoli dobremu muzičarju ali pa bilo kaj, ki sem ga tako spremljal. ali pa tudi pri meni. A sam pri dobrih Ne, muzičarjih. Lej, sem tudi sebe omenil, tako da Aha, veš, okej. je v redu, ne, V smo redu. že razčistili. Ampak vsak se ukvarja z večjimi stvarmi, ne, Ja. v katerih je dober, pa to so ustvarjalne stvari. Ne. Ja, ker jaz sebe Veš. vidim kot idejnik. Ne? Ja. Ne vidim sebe kot Boki Batina, ampak vidim Ja, se no, pa, dobro, to vidim itak, se da pa ne. kot da imam dobre ideje. In ta album, ki so ga izdala z Mateožem, ne, po vseh teh koncertih, by the Albumu Rivers, se reče open. Open, Ja. Vagabunda. Ja, open, zakaj open? Odprt, ne? Ja. Mislim, je ne Donat MG, ampak Ja, ali mislim, pa je, rojstvo otroka. ja, ne. ampak je odprt, kot si odprt do raznih možnosti, ne, pač odprt, razgališ se. Ne, Pa kot to bi lahko rekel comprehensive, recimo. Ok, prav, se mi zdi, No, veš kaj, ampak ja, ja. se bi tudi, Se je, to sem open je enkrat- bolj univerzalno, če smo realni. Ne. se bi tudi lahko, ne vem, zdaj se pa ne bom spomnil, No, je open in je v redu. da se enostavne stvari tudi na kompliciran način povedati, Res pa, je, pa bo to zaradi tega bojo bedni komadi. Ja. No, na Open albumu v bistvu sem jaz vse spisal, kar se tiče idej. Meni je Matevž zelo veliko pomagal, tudi kakšno verzijo on napisal. Treba je vedeti, da jaz brez njega ne bi to izpadlo do te mere dobro, da bi jaz rekel, to je pa dobro. Ker jaz sem njega metu ideje. Ja. In on mi jih je nazaj prefiltrirane metu, ali pa to pa meni, to pa. Se pravi, on je bil kaj en tak filter moj. Ja. Zaradi tega ne morem reči, da sem jaz napisal, ampak overall so vse moje ideje. Ne? In to je 8 komadov, vsak s svojo zgodbo, podkrepljeno z zgodovino, zakaj sem jaz to mislil, zakaj to utret. In že tukaj se pokaže, da imam ful enih generacij idej v glavi. Ja. In tudi naprej jih imam. Jaz imam že zdaj za naslednji album pripravljen že 4-5 komadov. A res ali kaj? Ja. No. Album se že dela. To je ful hudo. Ja, pač Matevž se je izkazal kot zelo koristen, da mi je bremza pri svojih idejah. Ne so res take mačkem bolj bizarne, pa reče, mogoče pa se tega res ne bi šli. Ja, veš, se moraš med enega, da ti neki boj, težko je zdaj biti nek blues, pa poj se izražati kot Rammstein. Razumeš, kaj hočem reči? Ja, pa itak nasplošno pa tudi ti tega ne dojemaš tako kot nekdo drug. Steven Tyler lahko reče, dude looks like a lady. Ne? Mislim, če bom jaz nekaj v tem smislu rekel, nek Ljubljančan, veš, Slovenija, ne bo pristno, ne bo. Jaz moram svoje zadeve najti s svojimi besedami. Ja.
Zato mi pa en komad se zdaj vrti na valu, ki je lepa pesem, lepo narejena, dobra muzika, vse dobro zaigran, ampak je malo tako. Malo ameriška malenkost, country varianta, besedil mečken bluzovski. Narobe je. Pač narobe je, zato ker vem, da si pač, ne vem, belci iz Šentjakoba. Ne, vem, točno vem, kaj bo, smo reči. Ja. dejno mir, ne. Ja, dejno mir. Že rase nista prave, ne me jeba, pizda. Ja, pač folk ne zna pogledati vase in iz sebe izhajati. Ne. Ja. Ker vsak komad, ki ga boš poslušal, verjetno še nisi poslušal našega albuma. Ne, sam tisk, ker se je zavrtel prvenjeto. Naš album je šel na vinilkah in dosti folka pač nima gramofona, tako da štekam, sicer svoj še zdaj kar nekaj prodala. Glede gramofona, pol samo eno povedal. Ne pozabiti gramofon. Povej. Šala? Ne. Zdaj smo malo prekinuli. Folk nima gramofonov, vidva sta vinilko izdala. Tako da dosti folka sploh ni še slišalo vse najine glasbe, ki so jo midva naredila. Mi sva začela s komadom Broken Bone, se pravi, Ja, deva se vrniti nazaj na to zgodbico, No, ki jo ja. se je prej držala. Ne. Ta Away, ki je šel na takrat USB ključku, ja. kar se mi Tak zdaj... lesen. Lesen, A ne? tak Ja, ličen. lepi, to sem videl. Kar se mi je zdaj ful spet z roko v roko, da akustične kitare, pa tako, veš. Ja, Wow, hudo, ne? pa še fajn je pač USB, ker je... No in zdaj Moderno. pa konc, zdaj pa midva moramo malo pustiti akustične kitare, zdaj pa treba električne pareti, ker... Zakaj? A veš zakaj? Zaradi tega, ker nisi Tommy Emanuel, da boš ti na eno akustično kitaro pokazal res sapo, jemajoče... Sej naraboš. Sej vem, Ker da tisti, narabiš. ki sem jaz videl v Altru, ki sta vidva igrala na Sej v redu, akustično, to je to. Sej ni noben rekel, da bomo pustili to, ne? Naraboš Ampak nič več. midva sva hotla cel band, to je bil že v samo štartu sva hotla ljudi, da pridejo pa da špilajo. Midva hočva saks, midva hočva klaviature, midva hočva fanfare. Ja, sam kurva, Midva zato, ker hočva sta harfo. pizda materna, zato, ker sta kurčeva muskontarja, pa ne deli tega, no. No, v glavnem, sva rekla, zdaj pa greva enega bobnarja dobiti. No in sva dobila bobnarja, a ne basista. Ne? In imela sva komad, sva rekla, lej, deva pač napisati komad zdajle. Zakaj bi jutri čakali? Sva naredila en komad, ki je imel sicer na prvo žogo plehko besedilo, ampak je spadal ful dober. Ja. Broken Pa Bone. brez basa je, ne? Pa brez basa. Ja. Broken Bone. Komad je bil napisan tako hiter A res? in čisto slučajno je imel globi smisel. Veš, tisti, ki se ti kar userje. Ja. Saj ti kar In hočeš. vse je špila, ljudem je bil všeč, čudna sestava komada je bila, kar je bilo meni tako vedno, to mi je Ja, vedno, to imam furat. To ti vstaješ od starih časov. Ja, ne? ja. Ja, no. Kaotičnih časov bomo rekli. Ne. Tako. No, in smo posneli Broken Bone in je bilo the best. In smo posneli video spot in valjda zgodilo se ni nič. Kdo pa je Bobnar čistko? Brexit. Gregor Bregar Brexit. Aha. On je včasih igral pri divjih kojotih. To mi je neki znan divji kojoti. Oni so bili kar eden Skrbni, od ne? bendov na seznamu bendov v Mhm. Sloveniji. Oni so imeli eno turnejco z Bigfoot mamo takrat. Bili so kar, no. Dej, kakšen komad njihov povej, Nimam pojma niti enega. Pocestnica, evo, to me bo ubal zdaj. Gre za pač, Nek full Rock and roll. Ja, full mi je znan tako. No. dober punch ima, ful so veliko hvala. No, ok, in pa je treba basista najti. In mi smo pa rekli, ja, kurc, niga, in jaz sprašujem basiste, vse možne folke, dajte nam basista, daj, da imaš, poznaš kakšnega basista, ni basista. Ja, ne bomo nobenega čakali, mi bomo album naredili. Ja. No in smo album naredili, Gobca smo rekli, smo ga najeli, lej, mi bomo to par tep naredili, konc, basista imate, nimamo, daj snemate naslednji mesec. Demet! Ok, sredstva se odločila za 2 akustična komada, tako da za 2 komada nisva rabila bas kitare. Ja. Broken Bone je bil že posnet, se pravi sva rabila za reci piši 5 komadov basista. Ne? In takrat pa Govac reče, da ima enega basista, enega res posebnega možaka, ja? Iz Novega Mesta, ne iz Novega Mesta, on iz blizu Ivančne Gorice živi. Aha. Smo celo enkrat k njemu navajo šli, tako, da se še enkrat podružimo. Ja.
In je prišel in je tipo v dnevu pa pol posnel vse 5 komadov, A, ki res? niti enega ni poznal. Neverjeten basist. Mislim, Dej, povej, kdo je, ne? pravi mu Hannibal. Ja, resno? Ja, to je njegov nadimek. Ja, pa dobro. sta. Kako mu je že ime? Boštjan Uršič. Aha. Super, Boštjan Uršič, super Hannibal. možakar, super možakar, res. Zahvaljujem se mu iz dna duše. Evo. Posnel je Lepo. tako, kot treba. Glej, sem ga klical ene parkrat, pa ga nadobim, da mu izročim njegov delež vinilk, Ja, a ne, si zasluž, valjda. Pač še enkrat se bomo že srečali. itak. Mogoče te še Neverjeten sodelovati, basist, neverjeten možakar, res. One in a million. No, in ko smo mi snemali to, je že prišel v studio pokukati en drug basist. A, To je pa Grega Stamenovič, ja. ki pa igra pri bandu Space Unicorn of Fire. Aha, kaj Poznaš pa to? oni igrajo, ne? To je pa en tak zabaven heavy metal. A res? Ja, to je, ok, ni tako heavy, kot je malo hitrosten, pa malo simfoničen, pa malo, Aha, kot da bi ti rekel neki Halloweeni ali pa Rhapsody, pa tako zabavni so, meni so Ja. ful všeč. Meni so ful všeč. Vsem, kar gre, zdaj so imeli v Ortiču, so imeli en release party zelo uspešen. Cool. Tako da on je pokukal noter že med študijskim časom, se naučil komade, smo začeli špilati in do danes smo imeli 2 koncerta. To je treba vedeti, da to se je lani zgodilo, 2016. ja. Ker to meseci kar letijo, ne, Ja. ne smeš nič V čakati. bistvu. Nič ne smeš čakati, noben trenutek ne smeš nič čakati. In smo, prvi koncert je bil v Prešenci, mal je bil preveč nažgan folk, se mi zdi, no. Mal smo bili tako, nismo se še znajdali, a veš, prvič sem imel Ja. električno kitaro, zdaj po dolgem času na odru, a veš, tisti, uf, Čist drugo. Ne? ja, zdaj sem pa frontman, kaj je že to. A ne, k sredstva smo se kar ujeli, ker naslednji koncert, ki je pa bil, je bil pa Štvorfest v Hrastniku, kjer smo igrali pa Sausages pa Letečimi potepuhi. Leteči potepuhi so mi bili itak že od vedno simpatičen band. Ja, vse so, pa hudi so. No, v glavnem, Okay. scat smo jih palali. A res? Res smo bili ful Kurac. dobri. Daj Res neki. smo bili ful dobri. Ne, da so bili oni slabi, ampak. Ja, slabi itak niso bili, ne? Itak da niso bili. No, jasno, ali da so ne. dobri. Če so dobri, so dobri. ne. Valjda gre tudi za čist drug žanr. Ja. Mi smo prišli gor, sem rekel, lej, fantje, bolje nas kurati, ste prvi band, smo, band nas ne bo poslušal, gremo Stairway to Heaven. A ta prvi ste bili? Ja, ta prvi komad Stairway to Heaven mi igramo. Sam, da mi nekaj povej, ne? Povej. Ker Stairway to Heaven sta zaigrala takrat z Matevžem tudi Tudi, akustično ja, 2 ja. kitare in to je bilo popolno. Ful dobro. Ja, je bilo kar Ne? dobro, dobro zadanem, plenta mi je ratal. No. Ja, pa pač se je poklopilo vse. Kako pa to zgleda s celim bendom? Ja, Aj, še boljš. cool. Še boljš. Je, Ja. a zihar, Ja. ga ne pokvarite. Doskrat bi se to vprašal, ne? Ker Ja, akustika naredi dejansko. svoj čar. Ja, ful, Uh, ambient pa to. Dejstvo je, da če ti igraš en komad na akustično kitaro, pa bi ga potem isti komad hotel z bendom igrati, ti se moraš spet usesti za računalnik ali pa za svojih 6 strun in vse še enkrat. Ja, itak. Vse Je še drugače. enkrat, ker je čist drugače. Čisto drugače. In smo mogli komad še enkrat narediti. Ja. Tako da ja, je super, ampak je pa trajal. No, glavno, in mi tam gor začnemo tisti. In folk ni vedel, ali je tonska ali kaj, pa se kar nismo ostali, veš, komat je Ja, dolg, ja. ima dolg intro. Ja, itak. In veš, in folk se kar, no ta komat pa pozna, veš, in folk se kar ustavlja, veš. In potem mi gremo, if there's a bustle in your, ok, cool, veš, folk, oh, the best, cel komat bo igral, oh, zakon, ne. In se tako folk kar malo nabere in tako pride ta zadnji del, fuck ja, a ne. In folk tisti, the best. In pa gremo Zelo. takoj naslednji komat, smo šli v avtorski komat, Bubblegum, pa tam, to. In folk je kar že ohranil ta groove, ok, fajn se imamo, Ja. ne, in nam je ratal publiko obdržati in kar obdržati in kar obdržati. In smo tako 2 komada svoje, enega tujega, 2 svoje, spet enega tujega. In folk nam je ploskal, jedel z rok, tako prav epsko mi je bilo, no, res. To pa lepo. Dobro nam je ratal, no. A? Sej, valjda ne bojo vsi špili taki, veš, serije se ti. Ja, no, dobro, ne, sam že, da se. Ja, to, je noro, pa ful zagona dobiš, ne, da se ti Ja. ena taka lepa reč. Pa se valjda pač, ne, narediš tak špil, si predstavljam,
pol si bog, ne? Nisi bog. Ne? Ja, Ampak- kaj, kurat, pol sediš tam na peru in si... Ne, lej, Tole je bilo pa res lepo, ne, si rečeš. Ali? ja, in Ano? to je to. In Ja. pa bež domov pa pet vaditi, ne? Ja, seveda, ne, seveda. Ker niso stari časi, pa bi se ga nažrl pod mizo. Ne, mi smo, spili smo en pier, šli smo čevap jesti in smo šli Ja. domov. Ja, Sem saj. bil v 11 sem bil doma. Sem spal. Ja. Ker naslednji dan sva z Matevžem pa tudi spet vadila, ker konec Itak, tedna je si- nov špil, ne vem, kaj Ja. zdaj. Vse ne moreš, mislim. Jaz nikoli. Jaz že nasplošno, če sem mačkast ali pa pijan, ne morem funkcionirati glede česar koli. Ne morem kitaro Ja. igrati, ne morem, ne vem. Pa ugotoviš, da ni Nič. fore. Ja, brez veze je. Je brez veze. Brez veze. Mislim, raj se ga ne nažrem, pa bom naslednji dan produktiven. V smislu. Ne? Tako, tako. Noč pa ne rečem, ne, včasih ga pa še ugasem. Seveda, ne se, Sam se razumemo. razmere je mal drugačen zdaj ali pa včasih. No in zdaj imamo pa album za sabo, grečko imam. Pa to je brutalno. To je no, nekaj grečka, to je In noro. včeraj sva Točno. igrala na koncertu, ki je bil 100. A res? Včeraj je bil 100. koncert. Pizda. Pizda, a? No. Evo, 100. koncert, prva ja. vdaja. A vidiš, Ma, ti to je nekaj A to je neverjetno. noro. To je Pa noro. veš, kaj je najbolj noro? Ker Ja. tako človek na to ne pomisli sploh, ampak pač to bo šlo na net, ne, ta vdaja. Ja, ne gre za kaj. Ne, itak. Ja, zabavam se. Ampak pač to bo zmeri na netu in to bo zmeri ovekovečen kot prva vdaja. No, super. In to pomeni, No, če tudi to čiznač ne pomeni, ne. Lahko čez Jaz- 20 let to poslušaš, ta pogovor za nazaj. Jaz Kaj vem, povedal? da ene dvema bo siguren dogajal, ki bo to poslušala in lej, se to je dovolj. Jaz vem, da ene sedmim bo. Aj, se, Ja, ja, noro. star. Pa bo pa še malo reklame naredila. Pizda. Pa še, zdaj bom tole, ki bom gor vrgel, zdaj, če si porajte pri prejšnjih oddajah, je bilo tako, če si na Facebooku kliknil, te je fuknil na uno stran, na kateri sem to Ja. uploaden. Pri tem bom pa tako naredil, da se bo pač na Facebooku, da se bo vrtel, če boš kliknil, se ti v gor vrtel. Aha, ne. okej, Zato, super. ker mene osebno tudi to moti, če klikneš, pa te fukne na eno tretjo stran. In je nepraktično pa tako. Ampak ja, pizda, 100 špil. 100 špil, ja. 100 špil. Čak od kdaj? 2013? Mi smo začela beležiti špile od unga špila, ki je bil najbolj samostojni v Ringel špilu od leta 2013. Pizda, hudo. Takrat sva začela, pa sem pa beležil vse. Se pravi, imam razpredelnico posod, kjer sva igrala, zaradi Saza. Vse informacije, kako je bilo plačan, kako. Treba se tudi zavedati, da pri tolikih špilih je treba tudi račune imeti pošlihtane. Ja, seveda. Jaz Ni- sem ni mogel za tudi jebance je tle. firmo sem mogel uštimati. Mhm. A veš, bendi pač mislijo, da se gre špilat, pa tam se malo pije, pa mislim, Ja, kurat, sej je ful zabavno. Ampak ni to, kar si ljudje predstavljajo, da Ne. je. To je delo. To Pač ni šiht. To nimaš ti hobi. Ja, ok. Ne, hobi je to, kar doma delaš. Ja. Pa ne, če delaš to za to, ampak hobi je to, kar jaz doma kitaro igram, razumeš? Ker nimam nič Razumem. od tega, pa nič od tega ne Ja, delam. sam To je duhovno hobi, srečo. ne. točno to. To je No. hobi, ne? Mi dva sva včeraj šla špilat, prišla sva ob 7, postavila sva se, imava top opremo, zgleda v redu, imava lučke, imava izvrsten sistem. In to je vse v ceni, ne? In ti igraš, ja, dokler se igra, ne? Ja, seveda. In ti dan priješ, se spomnim, če sem dan prišel, ja, ej, boš jutri šel na metelko, fuck, ne, že spet ne. Pač otrok spet neki bolan. Ja, kurac, ne? No, se nov dan, ne? Ja, ja. ja. Fuck it, ne? Pa takole, recimo, ti pokličeš, ti si, ne vem, recimo, to 10, ki me je zdaj v zadnjih parih mesecih klical za intervjuje, ne? Ja, kaj, moraš iti, ne? Ja, mislim, lahko bi rekel ne. Lej, če ti rečeš zdaj Ne, mislim, meni bi lahko rekel vem, ne. vse vem, da Ne. bi lahko. Ampak če zdaj rečeš ne, potem je naslednjič, no, pa se to itak vseeno, veš. Ne, nared pa je za tabo, a ne, pač Ja, to je life. Ne. ja. Tako da ja, pa sem začel beležiti vsak špil in se je prav nabral, sem šel prav štet zanči, ne, ga, včeraj je bil pa 100. Noro, ne. Pa ste kaj praznovali, niste, nazdravili kaj A ekstra. veš, da sem se šele zdajle spomnil. A res ali Ja. kaj? Sploh Matevž po mojem ne ve.
Ja, ker ni fora v tem, to je samo tisto. Ja, vem, samo lej, ja. pizda je nek mejnik, ne. Mislim, napiš si 100 na papir, pa bo mejnik. Če imaš v glavu ni. Tako, ke zgleda, ne. Lej, pač muske je bilo toliko enih priredb se ti nabere, ne, toliko Ker enih. to, če pogledaš, v 3 letih 100 špilov, ne, s tem, da ste začeli, ne, 3 leta nazaj, ne, da je to v vaših, ne vem, naslednjih 3 letih 100 špilov. To Je kar hudo, ne. pohvalno, ne? Ja, valjda. Ja, ne? Ja, meni se zdi, da je, ne. Vse je. A Sej, jaz si skušam ne preveč čestitati, ker pač to je samo ena zadeva, ki ti je neki zagovor, ti je neka PR vsebina. Ne? Meni osebno ful veliko pomeni. No, se to je važno. Ampak, ne. ok, super, gremo dalje. Ne? Ja, itak. Valjda. To je tako zase, mislim, Ja, ne, pri tem ne, v ostane. smislu. Valjda lahko zdaj, ne vem, rekel, 100 špilov, kva pa ti, ki jih imaš samo 20. bro. Se ti lahko zdaj ne Valjda. povem, kaj se bo naslednje tedne dogajalo. Daj. Recimo, včeraj me kliče možakar iz Cela, a ste frej v soboto, ja, sva ne, pridite špilat, ok, gremo v eno pivnico igrati, odlično. Ono. Ok, potem je teden bo minil, pol imamo Prešerna, ne, 7. Ja. Gremo igrati v Vipavo, imamo špilček, tokrat headlinerji, mislim, headlinerji, a veš, pač špil, kjer so par mladih bendov, pa ene par, ki niso več mladi, a ne, mi Ja. mogoče smo že en kalček nekje dosegali in pač se smo si frendi, a veš, rock and roll bomo delali. Cool. No in špilamo tam, super, Kva pa je to? rock skulptura. Okay. Imajo nek dogodek Ja, vsak ja. let, odlično. Potem imamo pa 9. smo se pa pazito prijavili na natečaj. A to je tisti, ki Smelin poslal? Ja. Ker to sem prej nekaj pogledal, pa nekaj, ne vem, ni mi čisto. Bil sem na Radio Zdaj Koper to in razloša. na Radio Koper sem bil in me Izzy me je vprašal, a bi se kdaj prijavil spet na tekmoje, sem mu gladko odgovoril ne. In še zdaj sem mnenja, da se ne bi rad prijavil. Ampak nekaj, kar bi ti rad, pa nekaj, kar ti moraš narediti, sta dve različni stvari. Ja. Zdaj pa treba klej na mizo napisati. Ne? Ok, musko imaš, album imaš, PR ti nekako laufa, v redu, marketing, ok, se bi da še kaj poštigati. Zdaj, ta overall poznanstvo ga pa nimaš, ne? Tukaj si pa mrzel. Tukaj pa, če nimaš ti enega strica iz ozadje, tukaj si pa mrzel. Ne? Ja. In zdaj, ko se ti pa ponudi taka šansa, recimo kot je nek natečaj, kjer se ena velika firma, v tem primeru bil Volkswagen, ne? Sej, če delava reklamo, sej. Ja, itak vse. Hvala Bogu, sej tudi oni delajo bendom reklamo. Ne? Ja. In mi je en rekel, lej, vse imate bend, a nimate, kaj se ne upaš? To je bil eden. Veš. Sem ta je dobra. Ja, pa zakaj pa ne? Pa tako, ja, meni to smrdi, mislim, ne da se mi tekmovati, ker glasba ni tekmovanje, ne, mislim. Ampak, Ja, sam. če se greš ta šport, ne, A veš, ja, ja. pizda, ja, je tekmovanje, ne, pizda, če si zašel. Mislim, valjda je bolj, če si izpostavljen, kot če nisi, ne. Ti rabiš, da te čim več ljudi sliši, ne. Normalno. Ker šele takrat bo pač tvoja muzika prišla nekam, Tako. če ne je pa v Kevdru. Ja. Ostane v Kevdru. No? In to je ta razlog, da smo mi šli in sem v bistvu danes, ko pogledam, ker sem se prijavil, sem hvaležen njim, da imajo ta natečaj glih zdaj, ker smo mi uigrani, ker smo res, Mhm. res Res mislim, da ne, imamo pač. potencial. Ja. In jaz sem se prijavil zato, da zmagamo. Mhm. Jaz mislim, da bomo Vse to je zmagali. ta prava mentaliteta. Jaz mislim, da bomo zmagali. Kako pa sploh je, kaj to, mislim, kako poteka to? A to lahko mi glasujemo, kaj za vas, ali kako je to? Zdaj bomo najprej igrali. Zdaj so nas izbrali. To je prvo kot prvo. Aha. So Koliko nas bendov izbrali. pa je? Izbrali so 125 bendov. Pizda, tok. Ne, 125 bendov se jih je prijavilo, Prijavili. Ok, ja. 65 so jih izbrali. Uje benti, še zmeraj veliko. Ja, ni glih, da smo vas izbrali. Ja, ok. Ja, ja. G-thanks, ne. Ampak ne, lej, je tudi ta korak treba narediti. Ok, Ja. v redu. In zdaj gremo po mestih, so dogodki, kjer igrajo te bendi, vsak dobi 4 komade za zaigrati in potem žirija, strokovna žirija, ki ga sestavljajo neki znani Ja, glasbeniki slovenski in izberejo 3.
meni je bilo rečeno, da v Orton baru, kjer bomo mi igrali, izberejo 3. Ja. Ok, jaz mislim, da bomo eni od 3, upam si, drznem si. No, v redu, upam, da boste. Ne? Ja, seveda, da bom. In potem, ko si tukaj izbran, greš na spletno glasovanje. Tam so pa všečki. Tukaj se pa ve, da si več ali manj boss. Ja, če imaš ti tam en band, ki je prišel naprej, ki je iz L4B, iz srednje šole, Petra Klepca, veš, da bo normalno. Pol en drug. Pač proti njim nimaš kaj sploh praskati. En drug, ki je prišel zraven, pa ima 10,000 lajkov, veš, da je to bullshit, ne, da so jih pač kupili in kaj ne zdaj jaz kle. Tako. In tukaj pa jaz lahko dobim prst, kje kamor sonce ne posije. Ne? Ja. V zaprta usta. Da se ne bo kaj drugega mislil. Tako nekako. Ja. No in potem, če prestanemo test, gre pa test naprej na 10 bendov gre naprej na koncert na Gospodarsko razstavišče. Kjer je pa glavni izbran. Mislim, da gre tako. Ja. Se pravi, si med 3, ki te izberejo tam na določeni lokaciji? Zaenkrat še nisem. No, si, ne, recimo, ne? Ja. In pol gre to na Facebook? Ja, recimo. Sklepam, da je to na Facebooku. Jaz ne vem, kje bo glasovanje. Jaz ne vem, kje bojo imeli oni števci. Jaz upam, da bojo oni toliko pavijani, da bojo rekli, čak, 10,000 lajkov imaš. Ja. Vsi, ki jih jaz poznam, pa vsi, ki jih mi poznamo, jih ni 10,000. Ja. Jih tudi 1000 ni. Ja, itak da. Ker smo že bili enkrat na tečaju, pa smo celo do finala prišli. Ampak takrat sem mogel jaz kolega poklicati in sem mu rekel, lej stari, spravne so finale. Zakaj? Ne ti meni razlaga, da imajo oni 2000 lajkov. Mi jih imamo pa 100. Ja. Dej ne ti meni razlagati, zdaj kle, da je to neki kle fair. Pač, če so oni jebali stranko, ne, dej še ti nas kaj sprav, ne. Ja. In pač nas je sprav, sicer na koncu smo popuščali, ampak se vse ni šlo zaradi tega takrat. Ja. To je to. Upam, da bojo to korektni, da bojo dejansko lajki štekali, ne. Pizda. Realno je tam do 200-500. Je realno, da en band noter lajkov dobi. Ja. Bodimo iskreni, ne. Ja, sam si, to je malo tako pushing it. Tako, kaj si rekel, ne. Pač je tam en band, tako kaj si rekel, iz L4B, ne vem. 4 člani benda, vsak reče eni kolegici, Vesna, daj ti še malo tako, pa vsak Vesna naredi objavo. Sam to govorimo o 50-ih, mogoče 100-ih. Ne, kako se to nabere? Ma se ne nabere, toliko stari, pa ti definitivno ne v 1000. Lahko se. Ma kaj pa vseeno. Ne verjamem, jaz osebno ne verjamem. Ne, star. To ti pa lahko ena moja kolegica razložila, ki ima pa Facebook naštudiran, pa... Ja, to je noro. Res je noro. Ajda, živijo, če poslušaš. Ajda, pomagi. Ne vem, kako se bomo s tem... Opa, Rebeka ti piše kle na steni. Odlično. Ja, no, evo, lej, Ajda, vidiš, to je ta Ajda. To je ta Ajda, kle imaš pa... Tle imam telovadni program, ki se ga še ni naredil. Se ga bo mogoče v torek. Da imaš Wall of Fame, ne? Kjer je prišla in... To so pač prijateljce, ki tle se itak riše pa piše, ne. Tle imaš gor 2 darila, ki jih nikoli ne moreš... Ja, v glavnem, sorry. Ja, malo so, ja. No, v glavnem... Ne, to je pa zic od mojega prvega malo bolj pod narekovaji hujšega motorja, to je bila 125 Gilera SP02, ki sem imel v prvem letniku. Noro. Ja. Prosti. Nadaljuj. Nisi treba prašičevati. Ja, tako da to glede lajkov, ne, ok, zdaj sem ful negativno kle nastrojen, pa dajmo požgati vse bajtek, a veš pa... Pa sej prav, ne. A da jih požgemo. Ne, da se zagret, ne. Zagret, vidim, da je problem. In rad bi ga rešil. A veš, koliko matematiko je že to rekel?
Ja, lej, Ne, jaz bi ga ful se zase, me je dobro slišal. jaz Tako, bi ga a veš. zase rad rešil. Ne, Ja, mislim, normalno, seveda. si ga vsak hoče rešiti. A veš. Ja, kaj pa te pizdarije, to, a veš, ne vem, te eme pa te pičke materne, ki... Zaenkrat ne vidim. Ne, seveda vidiš, no. Kaj vidim? Ja, A lej, ja, da zato bi se ka- jaz prijavil na emo. Seveda. V Meni smislu, je- a veš, ker mene Ema je- ni sam Ema, to so zdaj 3 festivali v Lej, enem sej- smislu. sej- A veš, in eden je bolj Tako ti bom pop-rock re- namenjen, en je tako, en je Lej, tako. sej, če je Splača se muska, ti če, prijaviti. če je muska krep, je muska krep, če je muska dobra, je muska dobra. Je vse na Emi ali je nekje drugje. Ampak Ja. pač Ema, do zdaj, kar sem videl, tiste 2 komada v 20 letih, kot je, ne vem, koliko sta mi bila za nič. Ne? In pač ne vidim sebe. No, sem, to ti hočem reči, Nisem ne, v teh vodah. ni zdaj samo Ema, veš. Ja, Ne, razumem. je saj par imaš- takih še, Mhm. ki jih RTV organizira Meni je, za prijaviti. meni je od moje stric Mhm. svetoval, da bi se prijavila na festival Melodije Morja in Sonca. Ja, no, evo, recimo, ne, valjda. Ja, pač nekako se še ne vidim, da se bom prijavil na Melodijo Morja in Sonca. Zakaj? Sorry, malo sem je kavc. Ne, zakaj ne? Trenutno ne vem zakaj ne. Nisem razmišljal o tem. Ja, Zaradi a veš, zaradi tega, ne. ker imamo zdaj ta natečaj, ne? In pazi ga zlomka, ne? Še en natečaj je bil. Ja? In sem rekel, ja, da se gre še sem prijaviti, zdaj, če smo že vse v kurac poslanec, gremo Ja. na natečaje. Ne? Sva se prijavila še na enega v pivnico Union. To pa Mhm. igrava pa 13. februarja. Ja. Pod vljudno vabim. Tle v Ljubljani. Ja, v Ljubljani, A, no. pivnica. Treba Upam, da pa- bomo v džungla cajt. Ja, to bi bilo zanimivo, ker bo, v bistvu bo ful zanimiv zaradi tega, ker je samo pol urce repertoarja in si lahko misliš, da bova the cream of Vagabunda naredila. A ne? Ker ene, dvakrat je zdaj že tako prišlo, ko so se z džunglo slišala, pa pol pač ali on imel cajt. ali Ja, jaz te nisem imel prita cajta. bo malo dala zapir, ne Vagabunda. Ka, nič vsak, ne- vsak, ki igra tam, dobi plato pera. Ne? A? Ja, zdaj jaz upam, da ga bomo prej dobili. Tako da, Kdaj 13. tukaj je bila pa, če smem sam še zgodbico o tem prosti, kar. povedati. Tukaj je bila pa zadeva taka, da je bilo prijavljenih 120 duetov, trietov in štiretov. Mhm. In Trijev. whatever. In izbranih je bilo 16. O, pizda, to je pa kar selekcija. Ja, mi dva ni prvič, da sva bila izbrana. Vagabunda sva bila izbrana že tudi pri Dallas Records, ki so imeli na To nek, sem prej mislil vprašati. Ja, sem nek se pozabil. natečaj, so imeli in so izbrali, mislim, da izmed 75 so jih izbrali 12 komadov ali nekaj takega. In sva bila mi dva not. Ja, hudo. Kar mi je bilo tudi, wow, očitno nekaj prav delava. Ne? Ja, Očitno neka nekaj, potrditev. nekje nekaj delava. In se pravi, doskrat gledam te duete in me tako malo naštekam, Ja. kaj folk dela, zakaj folk ne da več energije v svoj nastop. Če bi šel najo poslušati, na momente imam občutek, kot da najne kitare distorzirajo že, sploh ne Mhm. pogrešaš celega benda. Ja, valjda, Midva temu, res- temu se drugače reče string buzz. Ja, in Ne, se zabavam. se razumemo. Ja, ne vsi, ne. Ja, ok. V glavnem sva relativno agresivna do svojih kitar. Ne. Mm. In se sliši, in tudi to energijo dajeva v folk, jo mečeva. In verjamem, da v Sloveniji ni tazga dueta. Mhm. Ni ga. No, to je lepo. Ampak, A še igraš iz mehko trzelico? veš kaj, zdaj zanimivo, da si to vprašal, glede v zadnjih tednih, mesec, no, eksperimentiram med mehko in trdo. Koliko je to debelina? 0,7 imam za brenkanje, kar mi Mhm. ful odgovarja. Ja, tudi ful lep se sliši brenka. Ampak doskrat igram na tak način, da mečkam stakato vmes Ja. potegnem in bi mi bolj odgovarjala trša. Tako. Tako da grem pol na vsaj milimeter. Ja, ja, milimetre vem popolno.
Jaz pa že skozi s trdim igram. Jaz pa če dolg s trdim igraš, odlično. Ja, kaj, recimo Bob, ne. Vse to noro. Pač. Džungla pomagi, pokliču vdajo pa pomagi. A da imaš nekaj telefon, tle. Ja, tle snemava ranga. A ja, točno. Tako da s trzalico eksperimentiram, no. Ne vem, če igram več kot pol ure z eno, mi nekaj fali. Potem pa na ta debelo, mi je pa predebela po parih komadih, če pa kontra je pa spet nekaj. A veš, kaj mene pred debeli mot, recimo. Jaz drugače skozi z debelo trzalico igram že ful dolg. Ampak me mot, zdaj, ko sem se malo začel siliti akustično kitaro igrati, Ne, dovolj bo. A res? Ja, dovolj bo, okej. morava je če urinirati. Ankoli akustične kitare nisem kaj dosti igral, zdaj pa jo majčkeno začenjam, ne? In za solirati sem jaz bil navajen zmer trdo trzalico uporabljati. Za ritem igrati itak mehka se mi lepš sliši. In zdaj, če valjda nam pa trzalice omenil vmes, ne? In če igram s trdo, pa da ritem igram, ja, sam ne sred komada, verjetno. A ja, sred komada, ja, tudi, no. No, bi se dal, ampak Ne vem, zakaj bi si tako življenje kompliciral. No, in če s trdo igram ritem, sam da brenkam, s tem nima veze. Ko je tako držim in da po tem, ko ritem igram, da probu kaj solirati, me sfuka, ker pač, ne vem, ta del prsta, pa trda trzalica in da bi imel malo mrtvičen, pa nimam mrtvičen, sam manj feelinga, kot če bi samo solažo igral, če me razumeš. In to pri mehki trzalici tega ni, ne, pri trdi mi pa to zdaj pride tako, na akustični. Na električni nekaj itak, čeprav imam tle strune gor, ne vem, 11 ali 12, so še zmer ful mehke proti akustiki. Ja. Sam se pa spomnim, da si ti z mehkimi zmer bolj igral. Ja, akustiko sem zmeraj s ful mehkimi igral. Zgolj zaradi tega, da se mi, vsaj moja izkušnja je bila taka, da ko sem, bolj ka folk uživa, bolj ti na silo igraš, ne, in potencialno se ti bolj razglašuje kitara. Ja, valjda. Zdaj, če imaš pa ti mehko trzalico, preka, ne, je pa tako možnost, da boš razglasil manjša, še vedno je, ne, ker pa še bolj upletaš tistem, ampak ima občutek, da zakaj tolčeš kitaro, itak ne bo nič boljše, ker imaš mehko trzalico. Tako. Ampak to mora biti v glavi jasno. Ne. Pa meni se lepš se mi sliši, no. Ritem na akustični se mi z mehko lepš sliši, kot trdo, to moram reči. Pa se je vse ima svoj čas. Sam feeling za igrati mi pa čuden. Ubiranje recimo iz trdo je nekako lažje. Ne. Ja, lažje je. Jaz tudi dostikrat rad bolj sfukano trzalico. Pizda, jaz pa sfukanih ne maram. Zgolj zaradi tega, ker mi včasih kakšna struna spodleti in mi je tako naredi en tak zanimiv zven. Ne znam ti povedati zdajle, ampak če bi imel klele kakšno kitaro, kjerokoli, same kitare se nekako. Tako, no, na momente se mi zdi, kot da it adds a little extra. Ja, sej, čiš tekam. Dobro. Je super. Mene scat. Daj mi pokaj, pizda, prav zdajle. Ne, se mi že pol ure. Ne, prav zdajle moraš jeti. Ne vem, ni mi treba. No, potem boš še nekaj vprašal. Bog pomagi. Daj mi povej, pač, se pravi, vidva sta itak, ti pa Matevž sta začela kot duet. Ja. Zdaj ste cel band. Ja, tudi. Ne, ali, ne, pač odvisen. Koliko je razmerje v smislu glede, a več nastopate še zmer kot duet, ali več nastopate kot band? Več kot duet. Zgolj zaradi tega, ker če ti je da, bodimo iskreni, ne, ti, če greš v en barček, ki sprejme 50 do 100 ljudi, ta barček ti ni zmožen dati 500 evrov. Ja, itak, ja. Tudi 400, ja. Tudi 300. Ne. Ja, no, to ne pride v poštev. Ja, kje si pol? Ja. Pol si pot, ne. In takrat moraš biti ti zverziran v tem, da imaš minimalne stroške. In ko greš igrati tja, gre na 2 dela, ne na 4, ne na 3. Ne.
fajn, vidva pa rabta, prav, enega na kajonu, vidva sta, to bi pa bilo. G-thanks, ne, mislim, sej jaz vem, da bi bilo to ful dobro, ampak ti moraš vedeti, da tega tipa je treba tudi plačati, mislim, to je človek, ki si zasluži za svoje delo. Ne gre tako, ne gre. Pa še, vidva sta itak začela še špilati včasih, ko je bila še malo bolj v kurcu ekonomija, kot je danes, ne. Ja, danes takrat se je ful bendov skrčal na splošno. Občutek imam, da sva mi dva, zdaj ne vem, je to zaradi tega, ker sva že ene par štenk zlezla, ne. Ja. Bodimo iskreni, da nisva na isti štenkci, kot sva začela. Sigurno. Ampak se mi zdi, da ko jaz prbijam ceno, ni več toliko obotavljanja. Zgolj zaradi tega, ker zapreš usta svojo ponudbo. Ti iz svoje zgodovine pokažeš le tole sva dosegla, tole, igrava tole in ti poveš, taka je cena. In pol on nima kaj da reče, ne. Pač imaš reference, ne. Ja, dajmo se zmeniti za tok. Ja. Nasvidenje. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker me bo nekdo drug klical, ne. Ja, sigurno. Mislim, kaj, a hočeš naju, ne? Se jaz te naprosim, da ti zdaj pa naju vzem. Ti si moraš hoteti naju vzeti, ne? Ja, ampak to je mindset, ki ga moraš imeti, ko se menjaš za špila, ne? Ja, hitak. A lahko še nekaj pripomnim? Zvoli. A sem mislil, da mi daš dovolj. Okay. Krčaš. Vagabunda, ne? Ja. Kaj, kad ti jaz rečem vagabunda, na kaj pomisliš? Na klošarje. Na klošarje. Ja. Zanimivo, ne? Ker dosti folka to, kar jaz povem, kako se imenujeva, Ja. imenujemo, vagabunda takoj, dva, ki vandrata in tako naprej. Ja, vse to mislim, Ja. ja. Vandrovca v smislu. Vandrovc, ja, to je najen šnopc, drugače. To sem videl, ja. Ni več zgodba o vagabundih, ne? Ker mi dva, ja, se greva igrati kot dva vagabunda ven. Ampak mi, ko nastopamo kot band vagabunda, pomeni pocestnica. Ne? Kot kurba. In to folko sploh, mislim, Ja, stokrat je treba povedati. Ne? Ja, ampak jaz razumem, zakaj je treba stokrat povedati. Ker tudi jaz še zmeraj ne razmišljam tako, pa sem slišal to razlago, ki si jo povedal, ne? Pa ti ne Prve netu. Ne, zato ker vidva sta začela kot duet, jaz vaju poznam kot duet. Meni se ti pa tako logično, a veš, zdaj če jaz prodajam band, ne, valjda bom rekel vagabunda, ja, kaj pa to pomeni, ja, kurba, ne. Ja. Mi je logično. Ja. Zdaj, enkrat pa pozna zgodovino, mu bo pa vedno pri okusu odprej ostal. Sej zato jaz. Ja. Sam mene pa, itak jaz sem ugotovil že večkrat, da pač nasplošno ime benda sploh nima veze. Kva je, zato ker pač band bo pol ime naredil. Ja, to je res. Ker če pogledaš, skoraj kjerkoli band pogledaš zgodovinsko brutalno uspešen, pa če bi ta ime nadel, ne vem, enemu kurčemu triu iz Horjula, je to kar neki. Ta ne vidi, da imaš plakat od Metalike, ne? Od Jamesa Hetfielda. A veš, od kje imam ta plakat čistko? Ne. Džungla je imel v sobi, ki sta še tle živela iz Sony, oziroma ki še sam živel, je imel tle v sobi en kup postrov in takrat, ki se je selal, ne, ki je pucal ven, pa sem jaz enega vzel. Ja. Ker drugače jaz Metalike ne poslušam. Ne. Jaz pa zelo rad. A ti všeč ta album? Eni ga hvalijo, ne vem, pa jaz ga nisem poslušal. Prejšnji mi je bil veliko bolj všeč. Ja. Death Magnetic mi je bil bolj všeč. Ti pa lahko pošljem link od enega podcasta, ki je bil zdaj nedolgo nazaj Hetfield gost. Tudi lahko. Je cool. V glavnem Metallica se meni osebno zdi zelo zanač ime za band. Ampak, ja. Pa pomislim Metallica, kdo so te ljudje, ja. Kaj so dosegali, je pa noro. Ja. Kjer ime za band je najboljši? Pizda. Ja, zdaj le smo dugo, ne. Jaz ti lahko ene 3 povem. Na prvem mestu. Ja, a veš, to je meni zdaj tako. Jaz bom zdaj rekel, meni je full hud ime Dire Straits, ne? Pa mi je beden ime. Ne, ni. Sam mi je hud zaradi Dire Straits. Kjer je dober ime? Kjer? Judas Priest. Full hud. To je hudo. Judas Priest je brutalen ime. Tudi Iron Maiden je dober, ampak Judas Priest. Ja. To je pa tako dober ime. Tle se pa strinjava. To je žeblica na glavico. Ja. To pa boš ne bi mogel ratati. Tle se pa tudi džungla strinja, 100%. Ja, to pa boš ne bi mogel ratati. Ja. To je pa res hudo. Ja.
Res. Lahko ti povem, kaj še en beden band. Mislim, beden ime, mi grejo bolj z jezika. Ja. Recimo Sausages, To je res ni, ne. Čuki, Jože, sorry. Ja, pa zdaj ne more slovenski, govorimo pač o... Takih svetovnih priznanih, Recimo, meni nikoli ni bil všeč Deep Purple. nori ime. Meni pa Ful nikoli- hud. nikoli mi ni bil všeč. Meni pa, Ne vem, zakaj ne. ker pač veš, da to je pa rock and roll, pa droga, pa nič drugega, pa talent. To je to. Ja. Ena izmed reči, ki jih mi tako nam nikoli razumeli, zato ker nismo bili nikoli v drogi, pa tako naprej. Zase go. Se zabavam. Deep Purple, ja, pizda, meni je pa hud. No, zdaj bomo mogla pa res zaključiti. Veš. Ja, prav, Zato, ker me ne urinirati, ne zaradi drugega. ne sej. Scati je treba, ker če ne bomo umrli. Ne, če ne bo lušca. Pizda. Evo, v scano. V scano. Lahko noč. Čak, ne, zdaj. Dej še enkrat. Aha, veš kaj povej? Za konc povej, kje se vaju da najdete, spremljati. Ne vem. Na YouTube kanalu vtipkite Vagabunda, pa kakšen od naših komadov. Broken Bone, Bubblegum, My First Blues Christmas. Jure Jurca, Matevž Pavčnik. Na Facebooku, ja, pa tudi No. Vagabunda band. Tudi na Bandcampu nas najdete. A Mislim, ste da na bo- Bandcampu? Smo, ja, pa mislim, da v kratkem bomo dali cel album gor. Ni še siguren, zaradi tega, ker sva rekla, da tega ne bova počela, ampak Ja. Sam se kul, a ni kul platforma. je v redu, ja. Za ponucat, no. Je za ponudce. Popolno. To je to. Hvala lepa, ker ste Še poslušali. petka. Ja. Lahko noč. Ta tlesk bo mogel v programu znižati, kaj prebil zvočnik zdaj, le siguren. Ja, vse mi je, ki me to scati. Ja, do prihodnič.